Jaz sem pa pri ljubosumju ugotovila eno stvar, ne bo se umaknil sam od sebe. Pol, da sem bil kulturni šok, ko sem šel v Ljubljano. Je bilo tisto, wow, to se ljudem dogaja. Vem, da dobivaš hejting komentarje. Kako se zdaj ti soočaš s tem? Nekaj pa vem in to pa lej za angeli stojim. Če pa ti kljub temu ponujaš upanje in delo na sebi do konca, bo za tebe poskrbljen. Mi si prav delamo v tej državi zaloge negative. Koliko si jaz želim, da obstajala neka Kristi, takrat, ko sem jaz bila taka, da bi meni to povedal. A veš? Rabite prijateljico Matejo, veverico in popizdi trapte. Pa kopel z Rafaelom. Vidim, kje ti je fokus. Dobrodošli v našem ateljeju. Vse tiste, ki ste prvič tukaj so imamo ful fajn, tiste, ki ste drugič tukaj, ste prišli zdaj spet zaradi tega, ker smo imamo fajn. Moje ime je Mihael Žmahar, to moram zdaj povedati zaradi tega, ker smo na videu. In danes sem naredil en poseben dogodek, ki ga nisem še nikoli. Svojo ženo sem povabil na intervju v okviru kluba Kraljic. Vse tukaj ste danes kraljice in sem vam hotel dati nekaj posebnega, nekaj, kar je meni neprecenljivo. Nekaj, kar dejansko, majke mi, nočem z nobenim deliti, ampak danes sem pa rekel, da vam Kristi pripeljem v živo, da lahko vidite, vprašate, ker imam jaz par vprašanj za njo. Veste, zakaj sem se to odločil? To sem se odločil zaradi tega, ker mi dva tolikrat debatiramo doma, na kavču, a veš, ne vem, ura 10 zvečer, a veš, tisti pa se, ki ti malo že spi in pol tam se nek portal odpre in pride neko vprašanje, veš, kaj ti misliš, ne? In pol mi dva pademo v debate. Mi dva smo 15 let skupaj zdaj. 16. V 16. letu smo, ja. In midva niga dneva, ko se ne bi pogovarjala 5, 6, 7 ur na dan. To ni sangvinično pretiravanje, to ni zdaj to, ker bi jaz hotel zdaj, koliko sem midva povezana, midva so toliko sorodne duše. Ne, to je dejansko tako pri nama. Mi da se dejansko cele dneve pogovarjamo. Delamo skupaj, spimo skupaj, v ateljeju delamo skupaj in dejansko se pogovarjamo cele dneve in noči. In to so pogovori o portalih, o Atlantisu, o podzavesti. Zakaj ti misliš, da je ta predsednik postal predsednik? Zakaj misliš, da je potres, da je bil tam? Zakaj ti misliš, da ta zvezda danes je gor? To so vse možne stvari. Mi dva take pogovore damo ven. Take stvari spoznamo ven, take lekcije, kozmične zakone, zakaj so stvari. Smo rekla, pa zakaj ne bi mi dva enkrat pa to probala na kamero ujeti? Ja, dostikrat rečeva, ko greva čez nek pogovor, rečeva, škoda, ker niso ljudje klele zraven bili, ker ne bo mogla ponoviti tega, veš? Res, neke take stvari, potem se začne kanaliziranje, prije sporočila angelov, pa tako naprej, in rečejo, ko bi zdaj kraljice to slišale, a jim boš probal pol to povedati, pa tako naprej. In so rekli, kaj če bi enkrat ful je lažje, da posnamem, ako pa da pride nama domov živeti. Ja, seveda. Pa da tam gleda vsak večer. Sploh zato, ker imamo nevzgojeno papigo doma. Ja. Skratka, velike take stvari, no, pa mi da se res ponovadi ne pogovarjamo bedari. To niso pogovori o vremenu, to niso pogovori o tem, zakaj je zdaj on Jože tam imel zeleno kravato namesto rdečo, ne. To res niso pogovori o teh stvareh, ne vem, za podražitev prišla tam v neko trgovino. To so res pogovori o čustvih, o inkarnacijah, o hrani, predvsem o hrani. To je bil hec, zdaj se morate smeti. Skratka, take stvari, ko so pomembne, ki bi jih rabili še drugi ljudje slišati, ne. Tako da, zato sem vesel, da ste danes tukaj, da ste prišli, da ste se vzeli čas, da spoznate v živo, pa da lahko jaz vam pokažem, kdo je človek, s katero sem se poročil. In sem zbral za življenjsko partnerico in ona je kriva, zakaj jaz delam tečaje, zakaj jaz pišem knjige. Ona je kriva, zakaj se jaz danes tukaj lepo sedim in da nisem en bumbar, tako kot sem bil dolg let nazaj. Ona je kriva, zakaj jaz znam kanalizirati, zakaj sem se naučil tega. Ona ima kredit v vseh teh stvareh. Sej delam sam te zadeve, ampak ona je bila ta, veš, tist, ki te frcne
v glavo, v rit, kamorkoli že, me je frcnala takrat, v preteklosti, 15 let nazaj, zato da sem jaz rekel, ok, žmahar, no, mogoče pa kak višji namen, zakaj sem na planetu. Ne? Teda, ful ti hvala, da si tukaj. Z veseljem, jaz mislim, da zato sem zbudila, da sem bila sam tvoja budilka. Ti si imel to že od majhnega, veš? Ja, vem, da sem imel. Sam vseeno je pa včasih, ko padeš v nek odraslo življenje, ne? Ker ko sem mislim, da spoznala, sem bil star koliko? Najprej 19, ko smo se prvič videla, pa 21, ne? Ja. Nisi ti vedno pripravljen, ne? Pogledati življenjskemu poslanstvu v oči. Nisi vedno pripravljen najti neke notranje moči pa reči, da greš po tej poti. Tako da ona je bila ta. Teda res. Ko ljudje mene gledajo, ne, pa rečejo, žmahar, ti znaš tako fajn govoriti, ti imaš tako fajne tečaje, ti imaš tako fajn klub kraljic. Ona je ta v ozadju, zaradi katere se te stvari dogajajo. Zato bi rad danes... Sam veš, da je prvi to prepoznal pri tebi? Bog? Prvo v bistvu pri tebi to prepoznala moja mami. Ja, res je. Meni si bil takrat, ko sem te spoznala, samo bombar. Tako, oh my god, glasno, neuzgojeno, Jezus Kristus res. In moja mami, ti smo še od takrat toliko na živce, na nekem odru je bil nek seminar, ne vem, kdo pri zdravi pameti ga je postavil tja gor. In je moja mami njega gledala in jaz sem jo gledala in sem rekla, oj, spet on. In ona rekla, jaz pa mislim, da bi ti točno tazga moža rabila imeti. Jaz ti pa nekaj povem, tale fun je točno to, kar bi ti v življenju rabila in on ima ful velik potencial. In jaz, dobro, njo sem pa res ko, veš, sem upoštevala mnenje. In potem sem te videla drugače, veš. Tako da... No, se je videla, da sta bila tako tudi močna prijatelja. Njena mami, ona je drugače moja tašča, ne? Bila. Zdaj pa če tam gori v drugem agregatnem stanju. Ja, ne. Skratka, mi da zmirjano, ko drugi dan, ko sem jaz prišel drugič k njej na obisk, to se pravi, ne, ti veš prvič, ne. Mirjana, až kaj jedla? V njenem hladilniku. Dejansko sem imela ta odnos. Mi da sem se takoj zaštekala z njeno mamo. Takoj drug dan tikala. Enkrat smo celo, veš tisto, ko se pač, ne, ko si v posli, pa, ne. Bzzz, ne. Mi dva henki-penki. In pride njena mami noter, čisto tiha, sam co te vzamem. Je dala prat neki. Čisto nov level iskrenosti med taščo pa tem mladim. Dejansko. In dejansko nikoli nisem jaz pri njej občutka, kakršnega koli občutka, mislim skozi prijateljstvo, no. Tako da verjamem, da je rekla, da sem cool model za tebe. Skratka, ja, evo, dolga zgodba je za nama. Danes imam jaz tukaj par vprašanj. Za katere ne vem. Ko se bomo dotaknili nekaterih stvari iz tvoje preteklosti. Ne pozab, da spiš zraven mene po noč. Res je, to imam skozi v zavesti, v ozadju, skozi. Bom pazil, da ne rečem, kaj je premalo ali preveč, zaradi tega, ker so vedno sankcije, ko si poročen, ne, pridejo naslednji dan. Z zamikom, hecam se. Ti kar iskreno, kar prvo. Skratka, danes bi jaz rad vam pokazal ozadje, energijo in mindset oziroma psiho ene izmed najboljših duhovnih učiteljic na svetu. Ja. Tako da, okej, zdaj pa gremo mi na prvo vprašanje. Sem tukaj zapisan, zelo kaj pozabil, zaradi tega, ker je ful veliko vprašanj imam. Na koncu bo čas, da postavite vi svoje vprašanje, tisto, ki bo vas zanimalo, ne, zaradi tega, ker najverjetneje boste hoteli kako stvar vprašati iz svoje perspektive, ne. Ampak jaz sem res se potrudil, pa sem res fajn stvari danes zajel. Ne bo danes tisto, kira je tvoja najljubša barva, pa kira serijo gledaš, ne. Ampak imam res vprašanja, ki pomagajo živeti, ko bojo odgovori pomagali razkriti, da bo vsaka, ali pa vsak, ki gleda ta video na vse zadnje, da bo vsak video res to dodano vrednost, ne, današnjega večera. Tako da, evo, gremo Miš. Ja, Miš je drugače moj izraz za njo. Jaz nje nisem v 15 letih poklical Kristi trikrat, enkrat na upravni enoti, enkrat na seminarju. Drugače je ona Miš, jaz jo kličem Miš povsod, tudi ko gremo zdaj kamorkoli drugam, pred drugimi ljudmi, pred tujci. Ona je Miš, jaz je ne morem klicati Kristi, jaz imam preveč rad, da bi jo klical po uradnem imenu. Ljudje kličejo Kristi, ampak ona bo vedno Miš za mene. Tako da, Miš, evo, uradno. Okej.
Skratka, glej, jaz veliko delam z ženskami. Ne, res veliko delam z ženskami, ful rad delam z ženskami, zaradi tega, ker ženske ste fajn. Ženske ste fajn zaradi tega, ker imate ful prijetno energijo. Ženske ste fajn, ker ste intuitivne, zelo veliko delate na se, podprte ste. Veš, tisto, ko ima punca problem, se pogovarja. Ko ima fajn problem, vse je v redu, ne. Ne, je vedno ta energija pri puncah, je pa vedno, ne, veš, tisto, hvala Bogu, da me nekdo vpraša, kako sem. Hvala Bogu, da se pogovarjajo z mano. Ne. Punce ste vedno odprte za te pogovore. In ja, če bi imele punce, pa je nimate še, pozicijo na tem planetu, kakršno si zaslužite, bi bil svet ful lepši. Tako da ena izmed gibanj kluba Kraljic je, da naredimo na tem planetu fair za ženske in da postane ženske predsednice, pa ženske, ne vem, direktorice podjetij, pa vse te zadeve. Zato, da se bo svet, mislim, da bi bil veliko bolj pravičen svet, no? Mislim, da bi bil svet veliko bolj fair, pa veliko lepši, če bi več punc lahko odločitev sprejemali. In kako ti zdaj vidiš ženske? Zaradi tega, ker zadnje čase jaz opažam, da so punce kar dosti zgubljene. Da so punce kar dosti, ne vem, so energijsko potegnile nazaj. Mnoga so tisti zgubile neko navigacijo in to sem videl na obrazih po energijah. Zanima me, kako ti vidiš ženske, ker znaš ful dobro brati žensko energijo in zakaj misliš, da je tako? Ja, se mislim, zdaj sem videla v občinstvu, da ena par jih je kar vzdihnila, po moje so se ful prepoznale v tem. Ja, jaz vidim, da je pri puncah tako, da je drugače kot pri moški energiji. Jaz mislim, da je pritisk moderne dobe veliko bolj drugačen, kot so imele naše mame pa naše babice. Ne? In ful se ne sklada življenjsko poslanstvo, to je tako res iskreno. Jaz vem, da bo marsikoga v tem intervjuju danes kaj zabolel, pa ne bo okej, pa bo Kristi ne vem kaj, ampak iskreno moram pa tudi povedati, kaj vidim, ne, pa kaj čutim. Ženske v vlogah je bilo vedno, si ženska, si mama, mami, skozi neki, a ne, a veš, moraš to zagotavljati, moraš na rojsten dan, moraš skuhati, Bog ne da ni zlikan, pa tako naprej. S tem ni nič narobe, to je pač neko lepo zemeljsko poslanstvo, ampak je padlo samo na ženske. Ampak vmes se je pa doba spremenila in je ženskam kar naenkrat začela narekovati še druge stvari. Zdaj moraš biti pa še tukaj uspešna, moraš biti še tukaj uspešna, moraš biti še tako. Potem se je pa vklopil, mislim, da predvsem v zadnjih, recimo nekje 5 letih še življenjsko poslanstvo ženske, a ne? Tisto, kar smo pozabili v imenu tega, zato da si dobra mama, da si na obletnice, ki ima tašča rojsten dan in ne vem kaj. In številne ženske so ugotovile, da so pa še lightworkinje zraven in da se rab ženske lightworkinje. In to dajmo pogledati, če pogledamo statistiko tudi po Ameriki. Vse neki velika imena, vsi moški duhovni učitelji. Ok, vse smo imeli Louis Hay pa tako naprej, ampak vsi, ki so neke hude pečate delali, razumeš? Wayne Dyer, Neil Donald Walsh, tako naprej, na vse zadnje Anthony Robbins, vsi ti, ki skačejo po velikih odrih, 50,000 ljudi je tam, razumeš? Moški svet. In kar naenkrat, razumeš, so mnoge ženske zadnji začutile, da imajo svetlobno življenjsko poslanstvo. Kako gre pa zdaj tebi to časovno skupaj? A ne? Kako pa ti to zemeljsko vlogo, ki ti definitivno jemlje toliko nekega časa, toliko neke predanosti, kje zdaj ti tukaj rataš lightworker? A ne? In kje se zdaj vklopi krivda, kar jo moški nikoli ne bo imel, pač bodimo iskreni. Če bom jaz zdaj recimo lightworker, pa če bom šla v svojo življenjsko poslanstvo, je dejstvo, da družina ne bo nikoli več čista. A ne? Dejstvo je, da bojo otroci ne bojo več mogli zakližati mami! A veš? A ne, kaj se pa zdaj zgodi? In zdaj je tukaj ratal večstopenjski, jaz vidim konflikt med ženskami, ki ugotovijo, da hočejo nekaj več, samo kot kuhati, pospravljati, a ne zagotavljati, tam se nekaj smejati, razumeš, da si želijo biti pač kraljice v tem pomenu, ampak hkrati imajo še svoje kariere, svoje službe in zdaj hočejo pa še svoje poslanstvo spraviti v to zgodbo. Nekdo, in to je tisto, kar mi vse pri sebi vemo, a ne, nekdo bo tukaj trpel v tej zgodbi. V naši hiši pač trpi pospravljanje, a ne, trpi kuhanje oziroma pač neki drugi ljudje to prevzamejo. Ampak ti si nekdo, ki to razume. Ti meni enkrat ne boš rekel, ja, ti boš mogla pa meni danes skuhati. Ja, pa moja mami pride, zdaj pa ne bo skuhan. A štekaš? Ampak, če bi ti ta pritisk dal na mene in bi jaz
mislila, da moram to narediti, je vprašanje, če bi one dobile od mene meditacijo. Ker jaz sem pa glih zdaj dobila navdih in moram iti meditacijo narediti. A ne? Tole, kar zdaj Kristi govori, ne? Oziroma to, kar zdaj ti govoriš. To sem jaz pri tebi videl eno matrico delovanja, ki ga pri ful redkih ljudeh vidim. Večina ljudi ima kreativni dan narejen tako, ne, gremo ob 8 v službo in do 4 delamo, ne, ali pa do 3, 4, 5 delamo, ne, in pa v tem času moram kreirati, ne. Ampak potem, ko pride domov iz službe, se izklopijo. To se pravi, grejo iz delovnega manifestacijskega moda ven in potem so pač zemljane, ne. Živijo, gledajo televizijo in tako naprej. Ampak ženske ponovadi ne. Sej, pri tebi sem pa opazil, da se ti, ne vem, v nekem trenutku odpre neka ideja, portal, ali si sred tuša, ali ura 2 po noč, ali ura 3 po noč, ali si sred letala in v tistem trenutku ti takoj telefon, takoj knjigo, zvezek, karkoli, takoj zapisati, takoj posvetiš svojo energijo, kakršnakoli že, life purpose-u. Ja, zdaj mi pa ti prlet sem not pa reč, jaz pa nimam zlikane srajce. A veš, da rabim jutri za službo in to je ful hudo za ženske. In dejstvo je, zdaj fantje zmetali itak kupenih paradižnikov, veš, kele v zaslone, ne? Ampak dejstvo je, da časovno, glede na to, kako svet teče, se pa to več ne ujema. In ženske so ujete zaradi tega, ker čutijo, da v teh vlogah so nekako zadovoljne zaradi tega, ker je fajn biti mama, rad imaš svoje otroke in tako naprej, ampak veš pa, da si sebe dal nekje na zadnje mesto. In ženske, se vem, da se strinjam, so v zadnje čase prišle do tega, da so ugotovile, da so bile delati svojimi poslanstvi premaknjene nazaj. Začele so pa meditirati, začele so pa kanalizirati in so ugotovile, da svojimi življenjskimi poslanstvi zamujajo. In kad ti ugotoviš, da svojim življenjskim poslanstvom zamujaš, se počutiš ujetega. Kako pa ti narediš na novo življenje? Kako pa zdaj ti obvestiš okolico, ki zba zdaj ti pridna punčka, da zdaj pa ti to več ne bi bila, ker se ti bojo uprli, verjemte mi, številni družinski člani, a ne? In ti moraš življenje čisto na novo postaviti. Jaz mislim sicer, da se to ne more zgoditi hitro, ne more, da številni ljudje morajo tudi sprocesirati te tvoje nove ideje, ampak če bomo hoteli svet rešiti, je dejstvo, da bomo žensko moč mogli postaviti na višje pozicije, kakor so. To, kar si ti rekel, da bomo mogli več vladnih funkcij imeti, da bomo ženske mogli imeti na močnejših pozicijah, ne da z moškimi kaj narobe, ampak vi ste zelo aktivna energija, dobro, ti si itak bolj duhoven, tako, ampak veš, moški so ponavadi, tako bom rekla, ful aktivna energija, ful zagotavljamo, rabimo pa intuicijo, rabimo sočutje, rabimo empatijo, razumeš? In to ne pravim, da moški nimajo, pravim pa, da so še dolga leta pred nami, pred nam bojo to lahko razvile to, kar je pa nam narava položila v zibko, ne. Mislim, če bi pač tipi, naprimer, punca imate to zaradi tega, ker, ne vem, biološko, rojevate otroka, ne? Ja. Ženska pač otroka rodi in zaradi tega ona more, ne vem, ona dobesedno nadaljuje vrsto. Ženska, a ne? Ja. In zato, da zdaj vrsta preživi, ima ona te alarmne sisteme, te intuitivne prebliske, da lahko zagotovi proces, da lahko zagotovi varstvo, ne. Če bi tipi mogli, naprimer, rojevati otroke, bi vrsta izumrla, ne, človeška, v enem tednu, ne. Ja. Ja, pač bi, ne. Tako da ženska imate to naravno, ženska imate ful močno intuicijo naravno in, naprimer, to sem jaz opazil, če znamo fantje pa punce komunicirati med seboj. Prva stvar, ki sem gotovil z moškega vidika, tip rabi se včasih naučiti utihnati. To ne zdaj pomeni, da sem copata, ne? To ne pomeni, da si papačark, zdaj si pa ti, kot je žena nekaj rekla. Ne, daj, shut the fuck up, zato da boš slišal perspektivo, ki niti genetsko, niti na DNK-ju ne razumeš tako dobro. Zaradi tega, ker je druga čustvena perspektiva, zaradi tega, ker ti lahko ona doda v življenje stvar, vključijo v proces noter, dajo v svoj posel zraven, izmenita si vloge pri vzgoju otrok, pri bajti, pri gospodinstvu, na vseh področjih, ne? Zato, da se potem ta moč razporedi, da lahko oba kreirata in potem najverjetneje punce niso več izgubljene, če na tak način se postavi energijo. Ja, mislim, da številne ženske rabijo res ful ene preorganizacije, torej, kjer imaš svoj zemeljski del, ki ga imaš rad. Če sem danes tudi naredila, veste, ajdovo kašo z jurčki, ne. A že kaš, ampak zato, ker sem si jo zaželela, ne. A že kaš, ki imaš to, ki imaš zemeljski del, kjer ful živaš, ampak zato, da ti ne trpijo pa ti drugi deli, ki so bili pa malo zakrknjeni, lahko temu rečemo zaenkrat. To je ta ujetost. In ženske to v zadnji čase ful čutijo. In jaz bi rada ženske videla,
Veš, kdaj vidim te ful neke močne nastope, pa motivacijske nastope, to so vsi neki tipi, vse, a veš, ta moč pa tako. Ampak, ko pride neka ženska, enkrat sem gledala en nastop une punce, ki je obe nogi zgubila, ne, ki je pol na Dancing on the Stars plesala. Mene je njen nastop, a veš, vse so mi všeč ti motivatorji, pa se ne me narobe razumem, ampak kako je ona mene ganila s tem svojim ženskim glasom, pa ko je povedala zgodbo, pa kako, veš, ona je bila profesionalna športnica, do nečesa je prišlo, sem že malo pozabila, zgubila obe nogi, čez kaj je šla, ampak na kak način je ona to povedala in si mislim, pa mi rabimo več takih nastopov, a ne. In to se zdaj prebuja v ženskah, da nočejo biti več nekje v ozadju, neke, ki podpirajo, zagotavljam, pa hočejo v spredje stopati. In jaz mislim, da sva na vse zadnje tudi midva zato tukaj, da to naredimo. Vse se ne bo zgodilo na hitro, ne. Ampak ja, definitivno je zato, no. Ok, se ima ful smisel, tako da. Ok, to se pravi, če punca noče biti zgubljena, mora svojo energijo začeti izražati ven in zahtevati mesto na tem planetu. Ok, the best, super. Zdaj pa gledaj, naslednje vprašanje se ful dobro navezuje na tega. Ti si imela ful aktivno pot, ne? To se pravi, tvoja pot je, veliko stvari se ti je v življenju zgodilo. Od tega, da si imela, ne vem, težko otroštvo v mnogih primerih, pa pol, ne vem, sta z mami, ne vem, probala si postaviti življenje, pa še stvari, ne? Saj si več v svojih knjigah o teh stvarih pisala, ne? Ampak včasih, na primer, si bila najverjetneje jezna v teh situacijah, ne? So bile situacije v življenju, ko si bila jezna. Še se te spomnim, ko smo mi začela hoditi, 15 let nazaj. Si bila veš, a ni en film Najbolj jezen človek, The Most Angry Man, kako se že reče film? Ne, pozabila sem. No, zdaj ti bila žensko vlogo špilala, ne? Zaradi tega, ker dejansko ti si bila toliko jezen človek, na vsako stvar si se jezila, razjezila te zunanja okoliščina, ful sem videl, a veš, bes, agresija, mnogokrat, ko se je izrazila ven. Ampak zdaj pa glej, zdaj pa tega nimaš, ne? Naprimer, zdaj si pa ene stvari postavila, ampak vseeno se znaš včasih razjeziti. In zdaj me zanima ena stvar, ki včasih pri puncah ful veliko konflikt. Vlada prepričanje, da dama, lady, ženska, ne sme biti jezna, da ženska ne sme se dreti, da ženska ne sme jeze izraziti, zaradi tega, ker to se ne spodobi, da ženska ne sme imeti sočnega jezika, ne? Zaradi tega, ker ženska mora se obnašati, ne? In potem veliko punc svojo jezo ugrizne se v jezik, ne? In ne da jeze ven. Zdaj me pa zanima, kako je s tvojo jezo, kako ti dojemaš Kristi včasih, ko je bila jezna? To se pravi, ko si pač na drugačen način jezo izražila, kako zdaj, ko si jezna, če si jezna. Je jezna čas. Aha, okej. Te spomine moramo imeti prav. Včasih sem bila jezna zaradi tega, ker sem ves čas iskala, kdo je kriv za to, da se jaz tako počutim. In jeza je bil najboljši način, da jaz kaznujem tebe in vse vas akterje, zato ker mi to počnete. Razumeš? Ful sem bila jezna vse, zato ker sem imela občutek, da sem jaz dober človek, tako naprej, vi pa meni vse to delate. In jaz sem skozi gledala zunanji svet in sem videla, kaj svet meni dela. In jaz sem bila toliko jezna na to, ne? Na koncu sem ugotovila, da je bila moja iluzija v tem in zato se mi je to dogajalo, ker sem se vas gledala toliko. Ker sem vsako vašo idejo, ne vem kaj, secirala, da boste vi meni, razumeš, naredili končno nekaj, da bom jaz v redu. In potem noben izmed vas ni hotel tega narediti. In sem bila sama, in pa sem bila itak ful besna. In ko sem to sprocesirala, mogoče je bilo to dobro, sem en trenutku vse vas odrezala v glavi. Tučem benga izmed vas nimam več, jaz ne morem več biti odvisna od tega, boste vi meni dali pozornost pa tisto, kar jaz rabim. In ta v bistvu grozno sesutje, moja vdaja je bilo, ko sem ostala popolnoma sama. To ni neka zgodba, ki zdaj sem mogoče naši tečajniki, Ani na širše ve, ampak midva v bistvu že, koliko je, 7 mesecev preden je mami umrla, ne, sva šla midva z Mihaelom na pauzo. Bila sva sicer še vedno v kontaktih, pa tako naprej, on je predvsem z mojo mami nadaljeval odnos, vozil je na kemoterapije, jo nosil tam po onkološkem poštenga, ki se jim je pokvaril dvigal, pa tako naprej, ampak, a veš, je bilo to, ampak
ko je ona umrla, sem jaz dejansko ostala čisto sama, ne. Ptič je umrl, zajec je umrl, pes mi je ostal in so bila jaz in Tara. In na trenutku sem imela občutek, okej, zdaj sem pa lahko jezna, zato ker ste me vsi pustili samo. Prijateljice so idealno odreagirale na to, ne na vse, ampak one so mislile, da jaz itak rabim čas za sebe. Ben je znal delati z mano in jaz sem zdaj ostala sama. In tam greš čez toliko faz jeze, da te toliko stre, da se enem trenutku daš in rečeš, okej, v redu sem preživela, sem še kar sem kle, bom pa sama, vse. In takrat, ko mi je prišlo do te predaje, sem rekla, okej, bom pa sama. In v tem trenutku dalje bom naredila vse samo še za sebe. Ne? In pol ti na vrata s kufri, glika mi je fajn ratal. A veš, pa kar neki novi ljudje so prihajali in tako naprej. In pa sem ugotovila, zato se mi je to dogajalo, ker sem se to haklala. Tega ni več. Saj veš, jaz sem noro hvaležna, da vas imam v življenju tako, ampak ne rabite mi kaj zagotavljati. Jaz sem vesela, če mi, ker mi ful prehranite enih stvari, a ne. Ampak ja, lahko sem sama, a ne. Mislim, ne premaknem se nikamor, čisto okej, ampak danes še vedno sem jezna. Povzročajo mi stvari frustracije, absolutno. Povzroča mi krivica, ki pa ni več, kaj meni delajo, ampak krivica, ki jo vidim kot light worker, to sem še vedno jezna. Ni mi kul, ko vidim, kako se dela z živalmi. Ni mi kul, jezna sem. Ni mi kul, kako se dela z otroci. Ni mi kul, da vidim nekoga tam sredi morja, da tepe svojega otroka. Razumeš, pustila bi se manga. Itak ni mi kul, razumeš? Včasih se spusti, pa ne moram pa nazaj držati. Ne, to ne. Še vedno sem jezna, ko vidim te krivice, vem, da imamo svobodno voljo po zgodbam, pa teh direktne krivice, veš, ko se nekoga maltretira, a pa recimo v naši branži ful ne maram duhovnih ustrahovanj. Toliko ne maram, ko, razumeš, krožijo okoli informacije, ko ljudi strašijo. O zombi, ne vem kaj in kva, to bo prišlo te za noge zvlekali, ne vem kaj. Jezna sem, da se ljudem to govori zaradi tega, ker vem, da so ljudje na drugi strani lahko, veš, malo nestabilni, malo žalostni. Seveda sem jezna, ampak jaz se tej jezi ne odpovem. Ljudje recimo v duhovnosti ful mislijo, da se morajo odpovedati svoji jezi. Ne bom se jih nikoli odpovedala. Zakaj? Zato, ker mene ta jeza spominja na to, zakaj sem jaz tukaj. Ker če sem jezna na te stvari, pomeni, da je prav, da jih vidim, prav je, da se mi zbudi čustvo jeze, ker takrat mene moja duša pokliče, če te to zmotili, je to zato, ker hočeš ti drugače. Ti hočeš to spreminjati. In če jaz ne bi imela jeze, ki bi mene opomnila na to, a veš, se bi bo spregledala, kaj se dogaja, se oni živijo svojo zgodbo. Ampak, a veš, vedno, ko mene nekaj razjezi, iz tega rata tečaj. A veš, ali pa meditacija, ali pa... Zaštem število tečajev, ki jih imaš pa meditacije. Ja, ali pa video vsebina zaradi tega rata. Torej, a veš, ko ljudje rečejo, Kristi, ne moreš biti to gajstna. Prav je, da imam vzvod jeze. Recimo, velikrat se obes jezo kot sovražnika za duhovne ljudi. In to vam bojo rekli, a ne hodiš ti neki, Kristi, na tečaj, pa ti tako malo si živčna. Že še mogla malo meditirati. Pa bi ga počel dvakrat okrog kepe, razumeš? Ja, no. Ampak, a veš, bolj, ko si duhoven, bolj boš imel jezo, ampak to ni rušilna jeza. Meni, ko se ta jeza užge, jaz iz nje naredim lepo svetlobno stvar. Ona je samo moj, razumeš, alarm, ki zazvoni, zato sem lahko pozorna, ker se veliko stvari dogaja, veliko delaš, lahko spregledaš. To je konstruktivna jeza, to je jeza, ki gre pol v svetlobo. In bolj sem videla, ker ljudje postajajo duhovni, tako naprej, hitrejših stvari razjezijo. Zakaj? Zato, ker rataš tudi radar. Rataš radar za bullshite. Rataš radar za stvari, ki niso prav. In to je tvoj vzvod. In tisto, kar te moti in si jezen, je zaradi tega, ker rečeš, wow, ljudem treba pomagati, mi hočemo drugače. In jaz mislim, da ta jeza čisto okej. To si ful dobro rekla. Zaradi tega, ker jeza
velja kot ful nedovoljeno negativno čustvo, ne? Sploh pri nas, ne, ker smo duhovni. Ja, itak, ampak naprimer v duhovnosti itak, ampak tudi nasploh v svetu. Ko ti vprašaš ljudi, rečeš, kako se počutiš, naprimer ljudje, ko se reče, dobra volja sem, ful sem sproščena, ful sem srečna, ti bojo takoj povedali. Če pa nekdo reče, da je jezen, sploh ženska, se pa cmok v grlu naredi, ne? Zaradi tega, ker je skozi ta percepcija, da je jeza slaba, da jeza ruši, da jeza uničuje, da jeza imajo samo nesposobni ljudje, da jeza imajo samo ljudje, ki se nimajo sebe pod kontrolo, da jeza so samo ljudje, ki niso čustveno stabilni. Sam smo hinavci. Ja. Ti bom povedala, zakaj. Hinavci smo, ker otrok jezen je pa okej. Ja, sam, veš, kaj pa starši naredijo? A to pomeni, da smo otrokom lagali. Otrok je pa okej, če je jezen. Ampak ko otrok jezen, naprimer, vzorci jeze se razvija v otroštvu, ne? Vzorci jeze se razvija tako, da, ne vem, otrok je jezen, zaradi tega, ker je pač, ne vem, nekemu je nekdo v glavo vrgo, pa ga razjezil, ali pa mu je mejo preslopo in potem se razvijata dva vzorca jeze. Če otrok, naprimer, starš otroku zatre jezo, ne? Otrok dobi signal, da ne sme biti jezen in potem postane hinavc v življenju, ne? Ampak mu vse ne reče, da je slab človek. Ja. Te bo pa rekel, da si slab človek, zato ker si jezen. Zaradi tega, ker se otroke gleda kot ljudi, ki ne razumejo še čisto samega sebe, medtem ko odrasli, ampak je v resnici glih kontra, ne? Ja. Mi se moramo vrniti na to, da smo mi vsi otroci na nek način, vsi imamo notranje otroke, a veš. Ko te naslednjič z vozičkom v rok, ne, v trgovini. Mogoče ima to ven rezal, Max. Ne, se ne. Ne, to gledi treba, ne, ampak mislim, da je za nekaj, kar treba pri sebi ful raziskovati, treba jo dobro razumeti. To sem se zdaj hecal, Max. Ampak glede jeze se ful treba pogovoriti, zaradi tega, ker ne vem, jeza moraš razdelati z ljudmi, ne, ki si z njimi v partnerstvu ali pa v družini ali pa kaj, da ljudje razumejo, da ti dovolijo, da si jezen in da te sprejmejo, ne da ti dajo občutek, zdaj boš pa letel z mojega življenja zaradi tega, ker si jezen, ampak lej, še vedno si jezen, to je tvoj način in te imam rad in boš ostale z mano, ne? Ja, tako. Da se ful boljš počutil vse, ne? Yes, Kristi Žmahar je rekla, da smo lahko jezni. Res je. Ok, no evo, zanimivo, ful dober. Zdaj imam pa še eno vprašanje. Gremo nazaj, a ne? Včasih si bila ful ljubosumna. To zdaj, veš, ko delam intervju, lahko se vprašam. Včasih si bila ti ljubosumna. Jaz se spomnim, ko sem videla začela hoditi. O, bože milo. Ti si bila ljubosumna na vse. Na vse. Na ljudi, ki jih poznam in na ljudi, ki jih ne poznam. Kljub temu, da ti nikoli nisem dal povoda za realno ljubosumnost. In zdaj me zanima, danes ti nimaš nula ljubosumja. Tako dejansko, po 15 letih leta in leta pri tebi nisem zaznal nikoli dobenega ljubosumja. Glih zdaj, ne, ko delam z ljudmi, delam z ženskami, klub kraljic vodim majkami, ne. Tako, dobenega ljubosumja, ne, v dobeni obliki. Kaj se je zgodilo? Zakaj nekoč ja, zakaj danes ne? Jaz mislim, da je ljubosumje posttraumatski stres. Okej? Zdaj, če se spomnim te ljubosumne Kristi, ker se mi zdi tako ena taka druga ženska tam, mislim, lahko se spomnim, kako je to izgledalo. Ampak... Želim, da zaboravim. Ja. Ljubosumje smo razvili, ne vem, koliko je izmed vas takih, da se soočate iskreno pač s čustvom ljubosumja. To ljubosumje je, jaz mislim, da je posttraumatski stres v resnici odziv, naš čustveni, ker se ti zgodi toliko hude stvari, ker te ljudje tako hudo prizadanejo, ker te toliko narežejo na kose, dobesedno. In ljubosumje ni, da jaz, a veš, takrat sem hotela tebi kaj slabo. Jaz sem hotela tebi dati signal, a me lahko ti, prosim, pomiriš in mi zagotoviš, da se meni to več ne bo zgodilo. Jaz sem tebe hotela prositi za pomoč. Jaz sem hotela, da ti mene potolažeš in da mi rečeš, jaz nisem tako, kot ljudje, ki so bili prej v tvojem življenju, ki so bili, se vemo, kakšni, ne? Štekaš. Jaz nisem hotela tebi slabega, jaz nisem hotela nikoli, recimo, tebe omejevati. In tudi, recimo, ženske, ki so ljubosumne, pa tako naprej, nočeš ti v resnici partnerja omejevati, se ga imaš ful rad, a ne? Ampak v bistvu toliko se ti je zgodila slaba stvar in tako naprej in se ti zdi, da če se ti bo še enkrat itak ne boš preživel, to te toliko boli, ne? In potem sem jaz enkrat ugotovila, da bolj, ko hočem tebi v bistvu kričati, pomagi mi, pa sam povej mi, da ne bo več ko, z ljubosumjem, da jaz tebi v bistvu kričim, pejt stran, a ne?
In mi ni bilo jasno, kako ti dojemaš to pejt stran, ker jaz sem mislila, da boš ti razumel to, koliko imam jaz tebe rada. Jaz sem hotela, da ti razumeš, da imam jaz tebe toliko rada, da te nočem zgubiti in da ti hočem da to zavedati, koliko si mi svet. Ti si pa od mene slišal samo psiho, pa več stran. Jaz upam, da bo kdaj razvil napravo, ki se imenuje moška naprava, moški in potem bo ženska šla noter in ta neke diode pripela na glavo in ona bo za 1 minuto videla perspektive iz moških oči. Ja, ne, jaz sem to pol dojela, kaj v bistvu ti slišaš. In potem sem enkrat, ko sem se že malo duhovno zbudila, ne še čisto, ugotovila eno stvar. In to je dejansko res, da nikoli ti nisem tega povedala, pa evo, če si že zaželel ta intervju, pa ti bom zdaj to direkt v obraz, ne. Ti si meni delal stvari, ki jih drugim ljudem nisi delal. Ti v enem danem trenutku nisi bil kul človek do mene. Ti si meni naredil stvari, ki jih nikoli ne bi potegnil proti svojim prijateljem, proti svoji družini. In meni je to ful zabolel. Veš, da nisem nikoli imel tega občutka. Verjamem. Ampak recimo ti si meni ful pustil na cedilu, recimo svojega brata ne bi nikoli. In jaz sem takrat na koncu ugotovila, kako je možno, da drugim ljudem ti tega ne delaš. Meni pa, ko sem ti hotela to pokazati, da imam rad, zakaj ti to meni delaš. In pa sem jaz ugotovila, to nima veze s tabo. To se meni dogaja zaradi tega, ker je to moj svet, ker je to moja percepcija in jaz bom sama sebe popolnoma uničila z ljubosumjem. Itak mi boš naredil stvari, itak ne dojameš, kaj ti hočem povedati. In v enem trenutku jaz nisem imela druge izbire, kot da to ljubosumje spustim. Zdaj, ker sem ugotovila, da ne moram nadzorovati tvojih odzivov, da ne moram nadzorovati tvoje usode. Če boš hotel biti z mano, boš, in če ne boš, pač ne boš. A ne? In takrat se je pri meni pač toliko let nazaj ljubosumje nehalo. Ampak jaz sem ga res dojemala kot klic na pomoč. In jaz, težava ljudi, ki so v podtravmatskem stresu, to pomeni, da se jim nekaj zgodilo in hoče z ljubosumjem v bistvu poklicati na pomoč, je, a veš, da njih je treba zdraviti, ne? In jaz, ko sem to ugotovila, takrat sem šla potem, če se spomniš, pa mi, da sem imela nek premor vmes, pa tako sem šla, takrat sem šla raziskovati podzavestne vzorce. A ne? Jaz sem takrat šla ful raziskovati podzavestne vzorce, ker jaz sem pa pri ljubosumju ugotovila eno stvar, ne bo se umaknil sam od sebe. Premočen je, on je v sestavi, kot čustvo je ful premočen. Ne pustite primer. Ne boš ti z afirmacijami, pa si govoril, vse v redu, meni ni šel stran. Lahko ga nisem izrazila, da sem bila toliko pametna, ampak to je bila pol manipulacija, ampak jaz sem ga vse še vedno čutila. In jaz sem mogla pozdraviti posttravmatski stres vsega, kar se mi je zgodil, pozdraviti vse te izkušnje in nekaj klicati na pomoč na tak način, to sem mogla zdraviti. Takrat sem šla ful raziskovati, takrat sem se vpisala v ta tudi malo klasično izobraževanje, pa tako naprej. Zato jaz mislim, recimo, da je pri meni, če bo kdo razmišljal, ko gleda ta posnetek, kakorkoli tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, razumeš, vsi imajo radi akademijo kanaliziranja, jasnovidnost, angelska terapija, super. Jaz mislim, da je tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, takrat se je iz tega rodil toliko brutalno pomemben, ker ne veš, noben ti do zdaj ni opisal ljubosumja kot podtravmatskega stresa. No? Jaz na takih tečajih ljudi pripeljem do tega in jaz sem si takrat pomagala, ta tečaj sem na sebi najprej naredila, potem sem ga naredila kot neko avtorsko metodo naprej, zato da sem ugotovila, iz kje prihaja in kaj se v meni toliko zasidra, kaj so mi vse ljudje naredili, jaz sem se mogla tega ozdraviti. Ker sem se tega ozdravila, ni bilo to več akumuliran v meni in jaz sem takrat lahko šele realno videla, kdo si ti kot človek. In jaz tudi, a veš, jaz sem od tebe skozi pričakovala, da boš ti meni nekaj naredil, da boš nekaj zafrknil, da me boš pustil na cedilu. Zdaj prva reakcija, ko pričakujem, če kaj narobe, prva stvar, ko pomislim, ko imam telefon zraven, je, ti si edini, ki bo takoj priletel mu pomagati. A razumeš? In ti se tako odzivaš danes na mene. Tako, to je to. Torej, bi ti rekla, kaj pri ljubosumju, da je ljubosumje, da ima ful močen naboj, ko je takrat, ko ga ti izražaš v nekega človeka, da ta človek postane, da se odziva kaj na ta naboj? Odziva se 100%. To ste najbolj tudi same ugotovile. 100% se odziva. Res, mislim, in predvsem ženske to razjezi. Zakaj si do frendov tak? Zakaj si do svoje mame tak? Ti si sam do mene tak. Razumeš? Zato, ker sem Zaradi tega, ker je to tako močen naboj, to je pa to, ne?
ti začneš ljudi hipnotizirati in to je največji problem. Sem to je ful To je zanimivo, ne? dobesedno hipnoza, ki Ja. ti enemu pošiljaš, ker je tako močno. A ne? Ti sam sebi v bistvu delaš škodo s tem, ne? Ampak ti drugega človeka hipnotiziraš s tem, ker ti, ki mu pošljaš tako močno frekvenco, se on sploh ne ve, da se je odzval. Kolikrat si ti meni rekel, jaz ne vem, da sem jaz tebi to rekel, jaz ne vem, da sem tebi to naredil. Kako ne veš, da si mi to naredil? Pojma nimam, da sem ti to naredil. Verjamem, ko v unem trenutku, ko sem jaz zadela ob tebe s tem, je bil to tvoj naravni odziv, da se boš na nekaj odzval. Ampak odzval se boš pa na nižji frekvenci. Razumeš? Itak. Tako, ja, danes tega nimam, zaradi tega, ker ne vem, sploh mi ne padne na pamet. Tako, ni sploh. Mislim, mogoče sem malo ljubosumna, da si toliko visok, ne, ampak. Jaz pa rabim štikle, ampak kaj hice. Ne, to sem vprašal zaradi tega, ker ko delam evente, ne, ko delam dogodke, včasih slišim od punc, naprimer, ko imamo meditacijo zvečer, ne, Ja. ne smem priti zaradi tega, ker mi moj ne pusti priti na meditacijo. Ne smem iti na tečaj, naprimer se zdaj delamo veliko prek spleta, ne, ampak ko smo še včasih delali ful v živo, ne smem priti zaradi tega, ker mi moj ne pusti. Ne. In potem se je parkrat celo zgodilo, da je prišla kakšna ženska na coaching, da je prišla kakšna ženska na tečaj in se je zlagala svojemu tipu, kam gre. In je prikrila, je rekla... Čisto preveč ste se nasmejali. Ja, je rekla, jaz grem prijateljci, ne, in potem je parkrat sem celo ti slišal, ja, zdaj pa moram iti zaradi tega, ker se mi smena končuje, ne. Mislim, kakva smena. Jaz sem rekla, da grem v službo izven serijsko. Jaz sem doma rekla, da grem tja, ne. In pa sem začel, veš, zakaj? Zakaj bi nekdo kaj takega rekel? Sem gotovil, da so bili fantje v ozadju ljubosumni. Potem sem pa ugotovil, doskrat, ko sem pa pač, ne vem, včasih žuro s prijatelji pa to, ne, med fantje ljubosumja ni, naprimer. Fantje ne poznamo ljubosumja v smislu med sabo. Jaz, če sem videl obliko ljubosumja, sem videl samo fant, ki je ljubosumen na drugega fanta, na svojo punco. Ne? To se pravi, nek fant, ki ima neko punco, ja, in je zdaj ljubosumen na njo. Ne? Ampak dejansko moški nikoli ne projicira ljubosumja na nekoga drugega. Ja, ampak a veš, jaz mislim, da se fantje ful bojijo izgubiti svoje punce. To je pa resnica v ozadju. To je resnica, zdaj ni to zelena luč, boste ljubosumni, ne. Zadnji čas smo tudi videli po dogodkih v Sloveniji, da to ljubosumje gre absolutno zelo predaleč, ne. Ja, ampak zadnji je strah pred izgubo, ampak to ni zelena luč, da lahko to delaš, to moraš zdraviti. Veš, to moraš zdraviti, ne, tako da, ampak, veš, tukaj se gledajo družinske strukture, kaj se dogaja, kaj se ti je kot otroku dogaja. Meni je bilo ljubosumje, ker sem opazovala katastrofalne odnose, razumeš, pri 3 mesecih zasidrano noter, ne. Tako da, ampak je pa še najbolj grozen pa to, da človek, ki ve, da je ljubosumen in v bistvu kriči na pomoč, mu daš pa še ti nalepko slab človek si zaradi tega. On ve, da ni slab človek, ampak veš, definiraš ga, ti si zdaj slab človek. Ko si grozna oseba, koliko si nesamozavestna. Ne gre se za to, tak človek rab pomoč. Jaz upam, da se bojo vsi, ki so ljubosumni, bolj počutili pa vedeli, zakaj se v resnici gre. Ampak to stvar se da pozdraviti, to se da ful to se res ful da pozdraviti. In koliko je lažje, ko živiš tako. Jaz, ko zdaj pogledam, kako sem sploh lahko živela toliko mentalno ujeta, 365 dni na leto, kaj če tam spet zgubila, ne vem, zakaj sem bila toliko posebna s tabo, a veš, ne, koliko je težko s tem živeti. To ni prostora sploh za druge stvari, ne, tako težko je, ja, absolutno. Veš, kaj še imam eno vprašanje, ker se zdaj kar na to navezuje naprej, ne, strahovi, ne, zdaj smo šli čez jezo. Zdaj smo šli čez ljubosumje in pa je naslednji tak čustvo, ko je ful prisotno, je strah, ne. Ampak zanimivo, naprimer ti si duhovna učiteljica in pač ljudje te poznajo javno kot duhovna učiteljica. In pravijo, da duhovnih ljudi ni strah, ne, da duhovnih učiteljev ne sme biti strah. In pa, če si ti v življenju vsaj malo manifestacijsko močen, če si vsaj malo inteligenten, ne, te ne sme biti strah, a ne. Dobite kdaj ta občutek, ne, da te dajo ljudi, tebe je pa strah, a nisi odrasel, ne, a nisi, ne vem, ne veš stvari. Kako je zdaj s tvojim strahom? A te zdaj strah? Kako so tvoji strahovi včasih, kako so tvoji strahovi danes, predvsem kot duhovna učiteljica mi poje? Ja, včasih me je bilo strah vsega. Teme, ljudi, ko sem jih srečala v trgovini z Ihrami v Okeri, strah vsega.
tudi pričakovani strahovi, za en let naprej to vzihar vse razpada. Ok, tega ni več, se vemo, ne. Jaz imam zelo, ko se nekaj zgodi, pa res ne zgleda fajn, jaz si neko rešitev potegnem z roka, noben ni vedel, da to obstaja. To gre dobro, a ne. A imam kak strah? Ja, imam, ja. Imam strah pred fizično izgubo, a ne. Ni mi kul, če pomislim, da nekdo, ki ga imam rada, da bi umrl. Strah me je tega, ni mi kul. In in vem, zdaj slišim, a veš, dežurne hejterje Slovenije. Ja, ampak, a veš, če si duhoven, ne, pa če nekdo umre, ti moraš njega spustiti, zato ker on, ko gre itak v višje stanje zavedanja, ne moreš ti njega držati tukaj. Jaz se s tem recimo ne strinjam. Jaz se ne strinjam, pa ti bom povedala, zakaj ne. A ne, tako da, ja, pač imam recimo primer, imam 15-letnega psa doma, jasen mi je, v katero smer grem, noro sem navezan na njo, strah me je, kdaj bo prišel dan, ko bo Tara šla, zaradi moje fizične izkušnje, ki jo imam z njo. Bolj, ko sem duhovna, bolj imam rada. Ste opazili to? Bolj, ko si duhoven, bolj imaš lahko rad. Frekvenca ljubezni je ful močna. In ta frekvenca ljubezni ni samo duhovna. Ljudje v imenu duhovnosti ful zavračajo fizično. Zato hodijo na toliko duhovnih tečajev, pa se jim nič zemeljsko ne zgodi. Ti imaš fizično ljubezen in jo doživljaš, a veš, ko nekoga pobožaš, ko se ga dotakneš in tako dalje, a ne? In imaš to duhovno ljubezen, ki je večna. In ker imaš toliko zelo rad, tudi na duhovni ravni, to čez sebe toliko čutiš, ti čutiš to ljubezen. Ko nekoga stisneš, je res? Bolj, ko duhovno rasteš, to ga imaš tako rad, to toliko čutiš. Jaz tudi svoje tečajnike, ki si imam toliko rada, štekaš, včasih res nisem imela rada ljudi, zdaj pa ful, ne? In ni mi okej, če se mi vzame en del te ljubezni, torej pomeni fizične. In me strah to zgubi zaradi tega, ker ne bo več čisto. Ja, itak. Ampak jaz vem, da je kdo bolan, pa vem, kam bo šla po ta pot. Ja, strah me je tega občutka, ki bo prišel, ker bo toliko intenziven, isto, kakor je pač ljubezen. In bo. In prav je tako. In prav je, da imamo fizično toliko zelo radi. Seveda, da nas strah to zgubiti. Zakaj? Seveda. Mogoče mi ni strah, če se ta skodelica razbila, veš. Definitivno pa strah, če, ne vem, ima neko prijateljico, se je že zgodilo pa, da umre, ne? Ful je na tem planetu te lažne samozavesti. Sploh prej, ko si, na primer, pri tipih omenjala, ne, da je ful teh tipov, ki so Tarzani, ne? Sem se mikrofona dotaknil, mi tako Max v glavo leta. Ne dotiki se mikrofona. Ne dotiki se mikrofona. In je skozi ta koncept, ne, da ti, če hočeš biti v življenju, ne vem, močen in uspešen in karkoli, te ne sme biti strah. Ne? Jaz se sploh ne morem postaviti. Če si inteligenten, te ne sme biti strah. Tudi, če poznaš svoje življenje, te ne sme biti strah, ne? Ne vem, a se strinjate, zemlja ni to zgrajena. Jaz mislim, da je strah nekaj, kar te opominja, koliko zelo imaš neki rad. A razumeš? Strah te včasih tudi opozori pred nečem, a veš, manifestacijsko, zato da nekaj ne fališ. Jaz mislim, da je okej, da ga imamo. Jaz jih res nimam veliko. Ampak ja, se ti vžge strah. Kaj če bo pa zdaj, ne vem, se veš, ljudje živeli okrog nas, ne vem, starajo se, kaj če bo umrl, pač ni mi prijetno. Kaj če se kakšna zgodba, ki smo jo delali, razumeš, tako naprej. Mislim, da so naravni in čist kul je, če jih imate in čist kul je, če zajokamo v ljubezni, pa to imamo, tako da. Včasih se ta pressing daje na ljudi, ki jih je strah, sploh pri fantih, zdaj pri kraljicah ni toliko tega, ne, pač ženske si vseeno dovolite, da vas je malo bolj strah, pri fantih je pa ta blokada, da si prpa, da si šibek, da si nesposoben, če te je strah, veš, in potem imaš ti nekega deca, ki je normalen, ki ima normalen čustven sistem, v katerega spadajo strahovi in drži ta krč v sebi. In ne more zaradi tega iti naprej. Ne? A tebe če so strah? Mene je dejansko, to, kar si rekla, ne, se sem vmes razmišljala, jaz nimam drugačnih zemeljskih, vedenskih strahov, nime drugih ljudi, dol mi visi, nime strah situacij, dogodkov, krajev, ničesar,
Strah me pa je, da bi se tebi kaj zgodilo. Strah me je, da bi se, na primer, mojima bratoma kaj zgodilo, ali pa starševa, ne. Mislim, to, kar si omenila, ne. Ja. In to, kar je zdaj vsak, ki gleda ta video, ne, ali pa posluša to, ima vsak, jaz mislim, da se lahko čisto vsak poistoveti s tem, ne. To niso glih strahovi, a veš, ki jih neguješ. Jaz ne razmišljam vsak dan, a veš, kaj bo, ko bo, ne vem, enkrat, ko bodo tvoji starši šli, ali pa Jan Rok, pa tako naprej, a veš, če se kaj zgodi. Ni to tako, da načrtno razmišljaš. Ja. Ampak, ko se potegne kak potencial, pa vidiš, da se na cesti zgodi neka situacija, pa nekdo nekaj pove, pa začutiš, da to imaš v sebi. A pa recimo, če se hipotetično zgodi, da pač je nekomu čisto vseeno, da obstaja telefon, pa se 6 ur ne jav, ker pač... Se ti vžge ta strah, ja, itak. Pač želi si, da je on tam na drugi strani, okej. Sam povem, da telefoni imajo funkcijo daj na glas. Skratka, naslednje vprašanje. Bom dal na glas, no. Bom dal na glas. Ampak drugače, človek, ki me najmanj kliče v življenju, je ona. Ja, ker ne maram telefona. Ko sem cel dan skrb. Ja, pa to, veliko se zgubi, ja. Ja. Skratka, okej, to si zdaj ful dobro povedala. Zdaj me pa zanima, ker se mi zdi, da to bo pa veliko ljudi rabilo slišati. Kdaj mentalno zanihaš? Okej, to se pravi, da se ti kdaj ne vem, da se ti misli pobezlajo, pa da nisi čišer, kako pa kaj. Kaj takrat narediš, na kaj se obrneš, kaj so tvoji koraki? To se pravi, ko mentalno zanihaš, če kdaj, kaj so tvoji koraki? Kako to rešiš? Kako se vrneš nazaj v mindset? A je šlo, kaj sprčakova vprašanje. Kako si se počutila, ko si pisala prvo knjigo? Ne. Najprej se obrnem na te. Surprise! Mogoče tudi zate. Mogoče tudi presenečen za ljudi. Zato, ker mogoče najprej vedno razmišljam, da se najprej obrnem na angele, ker bi bilo to nekako logično. Ampak bom povedala, zakaj si ti prvi. Okay? Pa bom povedala, zakaj je Mihael tukaj drugačen. Zdaj boste pa točno videli, kjer pol pašete, a ne? Zdaj me pa zanima. Ja. Jaz se moram pa usedeti, čak malo. Ti si zaradi to vprašanje. Okay. Smo ljudje, ki smo v glavi zelo mentalni tip. Kljub temu smo duhovni, smo zelo mentalni. Veliko razmišljamo. Kdo izmed vas ima občutek, kdo ima občutek, da je ok, bom najprej te prvo vprašala, kdo ima občutek, da veliko, ko se nekaj zgodi, veliko razmišlja, veliko analizira, da gre veliko v glavo? Dvigajte roke. Ne? Ostali ste pa tako, da najprej spustite, rečete, to ima nek smisel in tako naprej, je res. To sta pač dva tipa, razumeš? Zdaj tisti ljudje, ki smo v življenju veliko preživeli, pa tako naprej, smo razvili drugačen kakor ljudje, se ne da se tebi ni nič zgodilo. Ampak suma sumarum prerez tvojega otroštva, tvojih staršev, tvoje družine. A veš, ne? Ni vse bilo vedno idealno, verjamem, ampak ni nobenih, mislim, razen to, da se vam zgodila pa še neka tragedija, zgubili ste nekega otroka, ja, štekam, sočustvujem. Ne, jaz ko zdaj nazaj gledam. Ja. Ampak recimo vaša družina je še vseeno lepo hodila, lepo se vam je manifestacija zgodila, imeli ste en drugega, lepo ste ustvarjali in ti si v takem okolju zrastel. Ena taka stvar v moji familiji drugačna, ne? Jaz nikoli nisem slišal besede kredit ali pa posojilo, naprimer do 21 leta. Ali pa žaljivke, da si. Ko sem začel za sebe živeti. Ja. Prvič sem srečal za ločitev, da sem slišal, da je nekdo ločen v drugem letniku srednje šole. Jaz sploh nisem imel tega koncepta tam na vasi, tam na kmetih, to sploh noben ni poznal. Nikoli nisem slišal, da bi bila beseda pomanjkanje, družinsko nasilje, da bi kdorkoli, ne vem, kdo koga udaril. Ali pa nič od tega. Ne? Pa sem bil kulturni šok, ko sem šel v Ljubljano. Je bilo tisto, wow, to se ljudem dogaja, to dejansko nisem na televiziji, ne? Tako da dejansko to, kar si rekla, je res. Ja. Moje otroštvo je cheers to that. Ja, in ti si zdaj razvil tako psiho-uni, ki smo pa doživeli vse, pa še več, kakor si našteli, smo pa razvili drugače. To je drugače, veste, se da zmer, to so znanstveniki povedali, razvili drugačno psiho in možgani. Najprej, in jaz sem se to navadila, najprej zahtevajo od tebe, da njih pomiriš, preden ti bojo dovolili kanalizirati. Ti se pa od mene drugače odzivaš
tipa, karkoli se zgodi, kar bi načeloma lahko bil povod, da bi karkoli zanihal, rečeš, meni so vodniki to povedali in to preslikaš na zemeljsko. To ne pomeni, da sem jaz zdaj slabša, pa da si ti zdaj boljš, pomeni pa, da jaz rabim razumeti, da so moji možgani zgrajeni drugače, zato se vedno najprej obrnem na te. Zato, ker ti mene, ker pa greš iz drugega stališča, vedno možganom daš dovolj te municije, da so lahko mirni, zato da jaz lahko preklopim na angele. Zato je recimo jaz tudi ne maram tega usiljenega, ki se daje ljudem, ja pa zaupi. Zakaj ne zaupaš angelov? Zakaj ne zaupaš, da se bo vse dobro zgodilo? Ja pa že nisi dosti naredila na sebi, če ne zaupaš. Ne moramo ljudem tega govoriti. Ne poznaš njihovo poti, ne veš, kako se zdi, ne veš, kako jim možgani funkcioniramo. Mi rabimo najti vedno pot do njih, da bojo lahko izčrpali optimalno informacijo, duhovno informacijo, od angel informacije, rečete to, kolikor želiš. Ampak ti moraš poznati svojo pot, kako do tega prideš. Moja pot pri tem si ti. Ti si moj steber in moji možgani vejo, heroj, rešitelj, in če on reče, da bo vse okej, in potem, a veš, pa ni dokazal o tem, da bo vse okej, ampak če pa Mihael rekel, da bo vse okej, pa ima on dober feeling, pol možgani rečejo, grejo na dopust, odstranijo neke Bahame in zdaj jaz imam tam nad angela Mihaela, kaj dobro, itak pa na tvoje besede ponovi, ampak a razumeš? To smo zdaj, Čo, majki? Ti moje besede ponoviš, ne? Zaradi tega jaz mislim, evo, brez heca, da je toliko zelo pomemben, ko imaš take ljudi, kot sem jaz, a ne, da imajo tebe za coacha. Jaz sem zelo dobra, da ljudi, a veš, zdravam, pripeljem, da, a veš, vse to, ampak coaching tam za ta zemeljski aspekt, to je levo polovico možganov, zato da ti lahko pol preklopiš na desno, a ne, je toliko zelo pomemben. In jaz mislim, da takrat taki ljudje rabijo coacha, to si ti. Zato jaz pravim, da veš, ta licenčna coaching šola, ki jo imaš, pusti, da, dobro, malo sem kukala v tvojo skripto, ne. Pusti, da so me tehnike popolnoma očarale, da iskreno nisem pričakovala, da boš to naredil. Ja, kaj smisla? Ja, v Karli si noter pustovala, sem šla gledat, ne. A še rekaš, ne, vedela sem, da bo dober. Ampak recimo, tehnike so mi fantastične, ampak recimo, jaz, če bi le lahko tebe posodila ljudem, a veš, ka rabiš to zagotovitev, ka rabiš to miselno, da nehaš nihati, dobro, jaz niham sam, če res neki, a veš, zaruži, da res neki lahko narobe, ampak eni pa veliko prej zanihajo. Mislim, da se takrat rabi samo coaching pa coaching, tako da jaz upam, da bo čim več ljudi se res odločila za to coaching šolo, pa šlo k tebi, ker jaz vem, kaj ti zame narediš. In jaz vem, da recimo finta je v tem, da ti mene pripeljaš v 5 minutah do tega. Veš, pa grem meditacijo, pa sem z angeli, pa sem pol ure tam, pa sem imam noro dobro, ampak kaj ti rečeš? Tako naprej. Ampak zavedam se pa, da si ti sam eden. Ne moreš ti nositi breme za celo Slovenijo, ne? In ful si želim, da bi ti naučil druge ljudi, a veš, kako bi znali to delati, da bi pomagali ljudem, ki tako preklapljajo. Tako sva zgrajena, ne? Tako da ti si tisti, ja. Ful hvala, drugače. Mislim, da se bolj z njim pogovarjaš pred mano. Zdaj, ko sem zdaj, ko si v mestu govorila, ne, ful jaz razmišljal, kaj pa jaz naredim, ne. Jaz sem gotovil, da jaz pa mentalno ne zaniham, ne, ampak če pa čustveno zaniham, si pa ti prvi človek, ki ga gušim. Jaz se en drugemu sva coacha. Ker ima glih kontra čustven mentalni sistem, glih kontra, kot Luna pa Sonce, glih kontra obrnen. Ja, čisto kontra obrnen. In ja, ful zanimivo, no. The best, le bom zdaj, no pressure žmahar naslednjič, ko ne bom, ja. Ampak ja, okej. Da, to je to. Prav. A veš ti zdaj, jaz sem dejansko za njo mislil, da ona najprej vodnika vpraša. Pa ne vem, Angela, jaz poznam njene vodnike so čisto totalno. Ampak ja. Ne, jaz sem ka majhen otroka vrleti. Miš, kaj je bilo?
Okay, počutno kot heroj. Sam se naše živali isto delajo. Isto delajo. Ko grmi, komu mislite, da Leksi prleti? Ampak dejstvo je, da ima Leksi mene rajš, mislim, nič osebnega, ne. Ampak, mislim pač, ne, tako je pač, ko zbrala se mi, nič ni osebnega, ampak ko grmi, me pa kar preskoč. Fizično me preskoč, gre čez meni iz kavča in njemu naroče, ne. Vse naše živali, ko neki poč, ne vem, neki tako, vsi letijo k tebi. Ja, to je to, ne. Res je. Skratka, okej, zanimivo, prav. Naslednjič, ko boš mentalno zanihala, se bom zelo psihološko pripravil. No. Skratka, okej, zdaj pa ena stvar, ki je taka ful popularna pri javnih osebnostih, ne. Ti si pač, okej, na nek način javna oseba, pač veliko ljudi te pozna. Kako vem, ko pač vedno, ko gremo v trgovino in Kristjan, sem gledal pa tvoje meditacije, veš, Kristjan, sem lahko pri tebi enkrat tečajo, ne. In dosti? No, ne veš, ne, ti da veš, ne, te folk gleda. Skratka, zanima me ena stvar, kot vem, da dobivaš hating komentarje, vem. Zaradi tega, ker jih včasih vidim na mailu, včasih jih vidim celo na Facebooku, včasih ljudje celo so klicali, dokler nismo pa zaprli številke. Ne? Zanima me, kako se zdaj ti soočaš s tem? Vedno smo se že veliko pogovarjali, ampak zdaj pa res o tem se pa nismo zdaj pogovarjali že nekaj časa. Kako se zdaj soočaš s hejterji, z ljudmi, ki so sovražni proti temu, kar delaš in nekateri celo proti temu, kar si? Hejterja se bomo dotaknili. Hej! Hejterji! Zdaj vas bomo psihološko secirali. Definitivno je to drugače kot včasih. Ja. Bom povedala zdaj primerjavo. Včasih so mene hejterji ful boleli, zaradi tega, ker je bilo vse tako osebno. Življenjsko poslanstvo, ki ga imaš, to je tako osebno. To, kar delaš. In ko so me napadali, ko sem to delala, sem jaz to je moje življenjsko poslanstvo, ko oni napadajo. A veš, vse mi je bilo, če so napadali moje čevlje. A veš, moje življenjsko poslanstvo. Daj pove par hating komentarjev. Res tako pred kamero. Prasica se itak se gre samo za cash, njena mama bi se v grobu obračala, a ne. Tako duhovni atelje itak dela sam za denar. Če bi njej bilo mar za ljudi, bi se kdaj kaj zrihtala, ne pa da v teh razlečenih capah okoli hodi, a ne. Mihael Žmahar sploh ni njen mož, ampak je njen brat, ne, katerega ona izkorišča, ona dva se lažeta. V bistvu seksava, tako da. Ona dva sta se že zdavni ločila in tako naprej. Skratka, ona dela z demoni, ona dela s temo. Nekaj greš na meditacijo, boš skanaliziral 1000 demonov in boš šel domov z ne vem čem, skratka, sej veš in tako naprej, ne. Pa da smo šele bajzari, pa da smo psihiči, pa da ne vem kaj še vse, ne. In včasih je bilo to tako hudo, ker si hotel pomagati ljudem in to je bilo moje življenjsko poslanstvo. Na kar enkrat jaz ugotovim eno stvar. To ni samo moje življenjsko poslanstvo, jaz sem se priklopila na njega. To je poslanstvo svetlobe in jaz sem ena izmed njih. Kar pomeni, da pritisk ni sam na meni. In enkrat mi je nadangel Mihael to razložil, to ti nisem nikoli povedala. In je on meni rekel, tebe, da te bo nekdo zelo sovražil od hejterjev, te v bistvu ne more. Ker da ti nekoga res sovražiš, to, kar ti misliš, da ljudje te, mora biti v tvojem osebnem krogu. Ga moraš poznati, ne? Res ga moraš poznati, res ti mora biti bliz. To pomeni, da tebi v bistvu, direktno tebi, kot Kristjan Žmahar, v bistvu ni tega sovraštva, kot ti misliš. Je pa res, da marsikaj rečem, kar ljudi zaboli, kar svetloba tudi dela. Tudi angeli niso mene ves čas ujčkala, ne? Rečem, da zaboli, da prebuja, ampak kaj je svetloba prišla delati? Se družiti s svetlobo. Kako se bojo imeli, oni fajn. To je pa najlažja naloga. Svetloba na svetlobo, si samo lušten. Ne, svetloba je prišla razsvetljevati temo. Kaj pričakujem, da bom vedno dobila nazaj pač neke rdeče rožice, ne. Ampak ko sem ugotovila, da ne gre za moje poslanstvo, ampak da sem del svetlobnega poslanstva, sem ugotovila, da ne gre se za Kristjan Žmahar in se ta osebna nota umaknila.
njih ne moti direktno, da sem to jaz. Je pa frekvenca besed, pa spoznanje v tem, kar sem rekla, tisto, kar se zaboli. Ampak to je povedala svetloba čez mene. In to je ful lažje. Tako da ne bom rekla, hejteri, kar navalite, niste mi všeč. Okay? Pustim primer. Štekaš, ni mi všeč, kaj ta energija preleti. Tudi ljudje se sprašujejo, ja, veš, ona pa res ne prenese kritike. Veš, oni pa vse te komentarje, to oni vse brišejo pa blokirajo. Prva sekunda, ko mi greš težiti, pobrišem pa te blokiram. Ne zato, ker ne prenesem tvojega mnenja, ampak zato, ker to ni mnenje. Ampak zato je to deljenje negativne frekvence. In potem imam njo, ki pride na isto objavo in če je ta komentar, a veš, in ona je ful vesela, ker nekaj objavim, in če bo ta komentar, jaz recimo, in če jaz to pustim gor, bo to zadel vate. Zato jaz to brišem. Meni vsem, kaj oni rečejo. To pa res, to smo se pa že dolg časa nazaj. Zadel bo v njo, ker ima toliko visoko frekvenco, kljub temu, da ni ona tarča, bo energija tega v njo zadela. Zato hejterji morajo ful premisliti, kaj se na karmični ravni dela, ko to počnejo. Koliko ljudem škodujejo, zaradi tega, ker lahko škodujejo njej, ker nima veze s tem, kar zadane ob to. Ne? Ampak jaz se tega zavedam, probam pa cenirati, ampak še vsem govorim, kar mi svetloba govori, zaradi tega, ker vem, ok, se nisem sama v tem, ne gre se za mene. To osebno noto sem pa uspela ven vzeti. Ne. To je ful dobro, da tvoj life ni platforma za širjenje teme. Absolutno ne. Zaradi tega, ker jaz včasih, meni dol visi za hejtere, tako prav sploh jih ne opazim. Kada ga vidim... Ja, ker ti mi vsi ostali to brišemo. Ne, ampak dejansko, ne vem, ko nekdo sproši meni hejtin komentar, pozabim, kdo je živi, pozabim, da njegova inkarnacija obstaja, kdo si, kako te ime, se kdaj poznaje, tako prav čez njega pogledam. Ampak res nikoli nisem teh komentarjev videl, zdaj vem zakaj, ne. Mislim, da sem tako dober. O ne, verjem, da ne. Ampak mi da sva se odločila. No, ti pa povem, kaj zate pravijo. Kjer puran, stari, on z rokami, on skozi neki z rokami, pa stari, pa ta v live-u se ničesa ni prijel, pa mulj, koliko je to star 16, kva bo on meni govoril, šalabajzer, pa ti si iz knjig vse prepisal, zdaj boš pa meni ta tečaj računal, da lepo te prosim, da je 5 malo dela, da boš kaj, daj videl, kaj je to delovna doba. Ej, vsi smo eno, tukaj da imaš še svoj šer. Zkratka, no meni je to smešen, ne? Dejansko mi je smešen. Ampak mi da sem se tako zmenila že ful dolg časa nazaj, da bo Nine Life platforma za širjenje dobre energije, ne? Ja, absolutno. Tako da hejteri, fuck off. Mogoče bomo Max to zrezali. Ne bomo zrezali. To je realnost life-a. Veš, mi se lahko danes pogovarjamo... Ampak duhovni ljudje ne govorijo fuck off. Govorijo fuck off, ravno kaj smo rekla fuck off. Ošo je to rekel. Ošo je rekel, da si ful duhovni. Fuck off in namaste, ali kih kontra. Ja, skratka, lej. Ne, mora biti ful realni, veš, zaradi tega, ker na tem planetu je toliko nekih ljudi, ki ti kaže samo eno perspektivo, a ne? Sam eno... To je tudi razlog, zakaj pa mi da dobivamo hejtinga, to pa vem. Mi veliko dobivamo hejtinga zaradi tega, ker pa se ne bi mogla obnašati. Zadnjič sem dobil takle, to pa sem prebral, ker sem dobil na mail, komentar od ene ženske, posnel sem tako več tisoč videov, intervjujev, seminarjev, to je na stotine in stotine footage materijala. Mislim, tako tega. Ena ženska napiše, da ona se mora nujno z mano dobiti. Zaradi tega, ker je zdaj ugotovila, da jaz ne znam govoriti, da nimam karizme, da moj glas ni, da imam premočen glas, da ne govori o mojemu naglasu in da mi ona zdaj razložila, kako naj jaz delam stvari, ne? A veš ti, pa sem rekel, sej z veseljem sprejmem komentar, informacijo, valjda, vedno sem odprt za level up. Če mi pameten človek, ki dela stvari, pove stvari na pametni način, bom jaz vedno poslušal vsakega človeka, ne? Pa lepo ugasnala, ne? Pa se ni več javila nazaj. Veš kaj je najbolj zanimivo, ko imaš Nila Dona dovoljša in dobi tvojo knjigo v roke in razumeš, in on te začne hvaliti in te začne, zakaj to še nisi v Ameriki dovolj, kaj je tebi jasno, razumeš, toliko, mislim, a veš, tako in potem dobiš nekoga in te totalno skritizira, rečeš, ok, super, koliko te čas pa ti naredil? Ja, ne delam jaz tečajev, ampak zato ste vikle.
Ja. Tako zanimivo, ni? Skratka, ful veliko ljudi, nama pa je poslali veliko težke energije zaradi tega, ker smo direktna. Zaradi tega, ker, ne vem, če smo pač slabe vole, pač povemo, da smo slabe vole. Ali pa fuck off rečemo dejansko, ker to je, zdaj se kar treso angeli tam gor, ne? Pa to se ne spodobi za žmahar, ker voziš meditacije. Kristi vodi meditacije, ne smeta. Jaz mislim, da je to težava modernega sveta. Duhovne Jaz mislim, iluzije so to. ja, da je to ful velika iluzija, zaradi tega, ker se ljudje ful pretvarjajo in ful cenzurirajo samega sebe in potem zaradi tega, ker hočejo ugajati drugim ljudem, pa hočejo, da so oni lepi na Instagramu, pa ne vem kje, da se popolno, v zadnjih je pa pol gnilga v resnici, ne? In ne dajo tega ven in ne pokažejo, kaj je resnica in potem imajo ljudje napačne pričakovanja in se ne znajo ljudje obnašati in potem gre samo laro. A ti lahko povem eno zgodbo? 8 let nazaj, iskrena bom, nisem nikoli še to nikjer napisala pa povedala pred kamerami. 8 let nazaj je bil... No, se pravi čas za to, očitno marsikaj povemo. Je bil en vrhunc nečesa, kaj Kristi bi vse mogla, kaj ona bi vse bila. In jaz sem takrat vadila, ker sem bila pa otrok, sem bila pa v lutkovnem krožku, tako da boste vedeli. Ne? In sem vadila in sem izoblikovala eno Kristi, ki se mi je zdelo, kaj pa če bi jo jaz vse naredila in dala ljudem, kar hočejo, zato da bi bilo meni lažje. A veš? In jaz sem bila tako pridna, jaz sem to vadila in to izgleda tako, veš. Živja! Jaz sem Kristi in danes naj ti povem, da te imajo angeli zelo radi. Vse, kar moraš, je zaupati vase. In jaz vem, da bo tebi to uspelo. In jaz vem, da je v tebi tiska iskrica, ki bo zažarela. In nič ne rabiš storiti. Vse, kar ti je namenjeno, bo prišlo k tebi. A veš? In tako naprej. In to sem izoblikovala vse. In prišel nam angel Mihael, nikoli nam pozabila, je rekel, naredi to enega človeka ti nam pripeljal. Tvoje kariere je konc. Sploh nas ne klič, ne pogovarj se z mano, da sploh nisi ene meditacije več naredila, lahko vse z YouTubea kar pobrišaš. Ni šans, da bom delal s tabo. In jaz, stari moj, a veš, lažje mi bo. A veš, v enem trenutku je bil pritisk ful velik, a ne? In pa mi je on takrat razložil, nismo te dali na to pozicijo, a veš, včasih resnica ful boli, včasih mora zadeti vate in tako naprej. In s tem karakterjem, kakor ga imaš, smo te dali na uno mesto za tiste ljudi, ki res globoko spijo. Nič ni narobe z unimi ekstra prijaznimi, pa tako naprej, ampak razumeš, Mislim, vse so prijazni ljudje, samo jih je res formalno. Ja, tako, in Jaz takrat sem se poznam enega. odločila, da bom jaz. Ampak veš, jaz sem ful pridna pa vadila, škoda, ki mi ni prej rekel, da mi bojo to zavrnila, ampak okej. Ja, tako. Ti kot duhovna učiteljica, mislim, veliko ljudi se obrača na tebe. Pa hodijo z resnimi zadevami k tebi. Ponovadi ljudje, ko pridejo k tebi, ne pridejo, joj, Kristi, da me malo motiviri, ne vem kaj, ne, nima tega. Ponovadi pridejo ljudje tebi se zdraviti, pridejo globoke, ne vem, žalosti razreševati, pridejo partnerstva graditi, iskati življenjsko poslanstvo, ne, naprimer, to ti delaš na svojih tečajih, ne, dejansko kvalitetno approach oziroma kvalitetni pristop z ljudmi. A imaš da občutek, da se preveč pričakuje od tebe? Zdaj, veš, vesolje na Zemlji ti je dal ene ful pomembne informacije, dal ti je pomembno poslanstvo in veliko ljudi te gleda in veliko ljudi vodiš na take in drugačne načine, a imaš da breme? A se kdaj rečeš, ok, moram zadihati? To je to. Verjetno ja. Verjetno ja, ampak ne vem, če mogoče to sprožijo ljudje, mogoče to včasih sprožim sama. A veš, saj veste, oni, ki ste lightworkerji, pa imate kakšne svoje centre, a ne? A veš, da ne moreš biti, a veš, jaz tudi vidim, da kad tečaje odvodim. Enkrat se mi čudi, da sem ekstra dobre volje, bom tam, razumeš, dvorni klomen, ne vem kaj, včasih kaj tazga rečem, grem v neko tako emocijo, pa tako naprej. Včasih vidim, da se nekdo nekaj zahagli in se vprašam, a sem dosti pritisnjena, da se bo tam nekaj rešil. Kaj pa, če se ne bo rešil? Kaj pa, če človeka ne bo ratal? Kaj pa, pa vem, da je njegov izbor, a veš, da ne mora. Kaj pa, če se ne bo pozdravil? In tako naprej. A veš, kaj če ne bo ta izid, ok. Kaj če mu bom poslala healing, pa se healing ne uporil? A veš, ampak ko grejo na pogreb, recimo kakšnega svojega tečajnika, Jesus, za mi ni ok, ne? A veš, in to, ja, je breme, a veš. In potem še kdaj slišiš, ja, saj sem hodila k njej na tečaj, veš, to ni nič pomagalo. Pa jaz vem,
kar sem lahko v enem trenutku dana močno, ne morem stopati v njihovo vlogo. Ne morem pa reči, da si ne želim. Mislim, če bi mi čisto iskreno ponudil neko palčko, da ne vem, njej rešim situacijo, ne vem, komorkoli, valjda, da bi jo zamahala, ker imam toliko rada ljudi. A ne? Včasih se vprašam tudi, a naredim dost. A bi mogla kakšna knjiga že prej iti ven v svet. Ti se to sprašuješ? Ja, ne, ampak a veš. Doskrat smo se kaj pogovarjali v lightworkingu, a veš. Ja, je breme. Valjda, da se pričakuje. Itak se pričakuje od nas, da bomo to, da bomo pa tako naprej. Čutiš, z logiko si itak odgovoriš in veš, da si ti tukaj messenger, da si ti tukaj vzvod in da se nič ne bo zgodil, razumeš, če ne bo na drugi strani odziva. Pa pride neka tečajnica, pa ji povem 3 besede in si cel life okoli obrne. Veš, ko je pa to dobro, kar se zgodi. Ampak ni pa vedno tako, ne? Ampak zdaj moramo pa drugo stvar pogledati, ne? Dejstva. Evo, zdaj pa pride ta moj mentalni coach ven, ne? To, kar si rekla prej, da te jaz ne vem coacham. Napisala si 7 knjig. Ja, imaš 15-20 duhovnih šol, tečajev si prizemljila dol. Več kot 1000 meditacij si posnela, pa niti ena ni ista, vse so drugačne. Ja. Da ne govorimo o vseh drugih stvareh, ne? Znaš ful dober na planet prenašati stvari. In to je dejstvo. To je zdaj dejstvo. Zdaj te lahko tukaj hvalim še eno uro, ker je ful veliko stvari, ampak to je dejstvo, da si ful veliko stvari prenesla na planet. In ko si prej rekla, se vprašam, sem naredila dost. Mislim, tako zdaj jaz gledam to bilanco, ne, tam gor. Mislim, do zdaj, ko delaš stvari, si v eni inkarnaciji naredila 5, 6, 7 kratnik tega, kar mnogi ljudje včasih delajo. Ne, moramo biti ful realni, glede ustvarjanja pa kreative. Zaradi tega si pač očitno dobra v tem, da prenašaš stvari na planet. Ja? Ok, ja, imam repliko. Na kaj, zdaj sem ful veliko stvari povedal. To je res, ker govoriš, mogoče je ta odgovornost, ker jaz čutim občutek, da ni dosti, zaradi tega, ker pogledam planet, ne gre nam čisto optimalno najbolj, vse to sami veste. Sistemi, narava, to je tisto, kar me ful skrbijo, veš, ljudje ful gledajo nekaj za 1 let naprej, jaz gledam naravo, pa si mislim, ljudje, ambeno, čak. In pa si mislim, a veš, še bolj bi mogla se sklonirati, če se bi mogla hitrejš premakniti, zato ker vidim, da nikoli Kristi Žmahar ne bo mogla doseči take hitrosti, kakor bi trenutno svetloba rabila. In ni prav, da to prenaša nas, vse to vem, ampak na nek način si želim, če bi le lahko. Zato nekako upam, da bo se mi moji, a veš, gardi pridružili čim več lightworkinga, ampak je planet trenutno mal res niha v to. Ne tega govoriti, kaj to je naslednje vprašanje. A ja, okej, sorry. Ja. Vidiš? Gremo nazaj. Zanima me, ko ful dobro kanaliziraš stvari, ful dobro jih preneseš dol. A je to zdaj Kristi dar, Kristi fora, Kristi talent, zaradi tega, ker ful veliko ljudi slišim, jaz bi tudi to kot Kristi, ona, ne vem, kar zapre oči, pa dobi meditacijo, ona kar vpraša, pa dobi odgovor, ne, pa so ljudje obremenjeni. Veliko žensk vidim, kar reče, jaz nikoli ne bom tak, ne vem, kanalizirala kot Kristi, jaz nikoli ne bom tega toliko znala kot Kristi. Povej, a veš kako zdaj, kaj bi zdaj ti rekla taki ženski, ki ima to v glavi? Ne, mislim, to ni poseben dar. Saj ste najbrž zdaj spoznali mojo zgodbo, pa kako sem v glavi še vedno na nek način sestavila, ampak tako naprej. Sam pri kanaliziranju sem pa dobra. Kaj šusti? Zaslužna za to je meditacija. Meditacija, moji možgani so njo sprejeli kot razumeš, kot angelski zbor. In jaz, recimo, a veš, nekaj si v banji, hočeš neko meditacijo narediti, da ti Rafael neke cvetove tam not zmeče. In on ti pride z nekim tečajem česa, razumeš? Si misliš, Jesus Christ, eno kupel sem hotela narediti. No, Rafael je prišel, ne? Ja, veš, noro. Tako, ne, to so pa te meditacije, pa te trenutki takega globokega odklopa in te informacije so tam na voljo. Jaz ne mislim, da sem zaradi tega nekaj posebenega. Jaz samo mislim, da ravno to ženske, ki imajo toliko obveznosti, pa tako teh trenutkov nimajo. Ampak se ti veš, kako znajo včasih moji večer izgledati. Meni recimo se zgodi tako, a ne, se spomniš, kaj se je zgodilo v nedeljo. V nedeljo sem imela nek tak večer, spravila sem se ob 7 v kopel,
in sem prišla ven ob polnoči. Si zgubana, veš, čist. Ja. Ampak noter kupili sem brala neko knjigo. Nekaj je bil čarovniški roman, imela sem se tako dober, razumeš, sem ne vem, kolikrat v vročo vodo mogla dati noter, ne. Ampak veš, iz tega, no, posla se pa začela nekaj za tečaje pogovarjati. Veš, to so te trenutki, ki si jih pa lahko zagotovim takega odklopa in ker seveda s temi energijami delam, to naravno čez pride. In vse te ženske, ki so tukaj, in vsi ljudje, ki gledajo doma, to imajo. Ampak se to pa je problem, nimaš pa ti teh trenutkov. In pa ljudje mislijo, to je poseben dar, ki ga imaš. Ne, ni. Jaz si dejansko zagotovim samo take trenutke. In verjemte mi, to ste tudi vi doživeli, ste šli na morje. Tam ste ležali na neki plaži, a pa tam ste neko drevo gledali, in so informacije kar letele. Vprašanje pa, koliko časovno takih trenutkov imate v življenju. Ker je treba toliko drugih stvari zrihtati. In, a veš, danes zvečer domov. Nekdo, ki meditira, pa tako, to je kar tam je skozi na voljo. Jaz vam odgovor za ženske. Daj. Dragi mož, jaz od zdaj naprej rabim večerno kopel z Rafaelom. 20, češ mi je. In to veliko ljudi reče, da se pa jaz usedem, jaz bi pa zdaj nek tečaj. Ne, ni tečaja, veš, jaz grem, razumeš, ne vem, kozmetičarki, pa sam hočem, da me una boža tam po unem obrazu, tukaj je fajn, štekaš. In potem, in ona tako, a si spet tečaj dobila. Enkrat si to naredila. Ona gre, kam si šla, na masažo si šla, ali kam si šla? Ja, ne vem, kjer veliko. Skratka, imela je, pa če se pelem, ona reče, daj odlož me tukaj, pri čez 2 ure, ali daj nazaj po mene, ne? In ona, jaz vem, da je šla na masažo, ona se tam leže in po 20 minutah, prid po mene. Jaz glih stvari imel vmes, ne? Prid po mene in pridem tja, kaj je bilo. In ona, masarka oziroma kozmetičarka, čisto, ne vem, samo ustala je, rekla, da ona ne more več masaže imeti, da zdaj mora pisati nekaj. In je skresnala termin in šla tečaj delati. Nekaj se dotika, ko moram pisati. Takoj domov in takoj pisati tečaj in je vse padlo v vodo, zaradi tega, ker je to takoj se prioritete. Tako da. To vam bo naravno prišlo in veš, tečaji, meditacije, pa tako, to res ni nobeno mučenje pri nas. Tudi jaz recimo zdaj, tudi med tem, ko se pogovarjamo, ko smo v takem okolju, meni zdaj reči, a veš, sam, ne vem, par črk, knjiga, prepričan si, da ti lahko celo knjigo dol dobila. Ja, vem, ful dobro bereš energijo, tako, ful. To je to. Ampak to vsi mi imamo. To ni Kristi ful nadarjena. Je pa res, da nimamo organiziranih življenj pa energij tako, da bi lahko vsi v ta stik prišli. To je Bana z Rafaelom. Ja. Ne? To. Tako da, prej si rekla, da tipi čas paradajza mečejo, ne? Ne, solato paradajza reč naredijo. Skratka, prej si že omenila Nila. Kaj si intuitivna, to je priznati ful. Kdo so tvoji duhovni učitelji, ki so ti do zdaj v življenju pomagali? To se pravi, ker, pač Nila si sama omenila, ne? Ampak ne vem, kdo so ljudje ali pa duhovni učitelji, ko so ti pomagali, pa sploh mogoče ne vejo iz preteklosti. Pač imaš neko preteklost in si prišla sem. Kdo so bili ti zavezniki, ljudje, ki so te posredno ali pa neposredno pripeljali sem, ker si? Moji sošolci iz srednje šole. Zdaj sem mi tako cel razred preletel. Jaz, ko sem bila v osnovni šoli, so ful grdo z mano delali. Bila sem ful močna, a ne. Po hodnikih so ful peli za mano uno pesnico Debela deklica, je moja rožica. Ne, te pesmi res nisem imela rada. Ful so se grdo do mene obnašali. Tako ful. V osnovni šoli sem čutila ful veliko zlorabe. A ne. Imela sem eno prijateljico, ki se pol odselila in pol mi je še ta steber šel, a ne. In sem prišla v srednjo šolo, sem prišla zelo čustveno na tleh, ne. In recimo vsi moji sošolci iz srednje šole in sošolke, jaz sem toliko lep, recimo, po moje se tam začeli, toliko lep spomin na to, kako so se obnašali do mene, kako so pazili na mene, kako so mi samozavest bildali, a ne, tako da v bistvu oni so eni taki duhovni učitelji. Imela sem en manjši strah, imeli smo 3-4 leta nazaj, smo imeli reunion po 20 letih, ne,
In nisem hotela, da bi mi ta spomin zbledel. Kaj bo, ko bom jaz zdaj odkorakala na ta reunion in kaj če bo, Kristi, kaj ti so neke karte tam mečeš, kaj če se bo to zgodilo, ne? Prijem jaz ampak sem si želela jih videti, ne? Veš, dolgo se nismo videli, ne? In imamo neko grupo tam na Facebooku in pridem jaz na ta reunion, Kristi, modelka, pa koliko knjig si napisala, pa ti si čisto brisana, kako ti to... In sem bila kar tako, veš, sem bila kar nazaj, pa tako naprej. In recimo, duhovni učitelji niso vedno ljudje, ki so očitni, ti za mene, a veš, pa Neil Donald Walsh, seveda so bili še številni ostali, pa tako naprej, ne, ampak so taki ljudje, ki so v njih ključnih momentih bili, se sploh niso vedeli, a veš, zelo bistveni, da sem sploh preživela, a ne, tako da jaz mislim, da sem par takih duhovnih učiteljev srečala. Enkrat sem srečala duhovnega učitelja v obliki brezdomca. Hecam se. Noben ne pogleda tako brezdomca, kak ga vidi. Pospremil me je do RTV-ja, imela sem intervju in mi je nabil hvaležnosti doživljenjsko, do konca. A veš, ko sem se z nečem obremenjevala, par besed mi je rekel, povedal mi je svojo življenjsko zgodbo in jaz se še tega danes ful velikokrat spomnim tega človeka, upam, da je okej, da sem mu življenje postavila nazaj, ampak dostikrat duhovni učitelji iščemo tistih očitnih, ampak, a veš, ti lahko pustijo in taki ljudje blazno, tako, ne, tako močno sporočilo. Lepo, a veš, da dobenega tvojega sošolca ne poznam? Dejansko ne, dejansko dobenega. Bo šel naslednjič na reunion. Na reunion zraven, okej. The best, super. Zdaj pa, kdo je tvoja najboljša ženska prijateljica in zakaj? Ojoj, eno moram zbrati. Ja, mislim, zdaj brez zmere, ne, ostale, ampak pač. Ne, vem, da jih imaš veliko, ampak daj, ne vem, daj eno prijateljico, zaradi tega, ker pri ženskah so prijateljice ful pomemben del, ne. Naprimer, tako je, moški imamo prijateljstva ful tako dostikrat na ego narejena, ne. Ko jači, ne, koliko si stari, the best, fajn, levo, desno, ne, pač, ne. Medtem ko pri ženskah je prijateljstvo ponovadi ful zavezništvo, ful je neka ženska prijateljica, ta prava je opornica v ozadju, veš, neka skala, ki je drugače pri moških redko vidimo, ne. Tako da, kdo je tvoja, ne vem, tista skala? Ja, lej, definitivno so ženske, ki so v mojem življenju res toliko posebne, veš, Vita, Nina, Katarina pa so Klep, pa tako naprej. Veliko jih je, ne, ampak okej, če me spomin pač res ko odpelje Klep v srce, je nekaj, kar je tako primarnega od mojega rojstva. Jaz sem eno prijateljico, ime je Mateja, tako da mogoče bi Klep zdaj res pač okej spregovorila o njej. Midve sva prijateljica iz Jaslic, v vrtcu sva se spoznale. Torej, koliko smo bili stari, 1 let pa pol, ne vem, koliko smo stari, ko priletimo pač v vrtec, a ne. Tako takrat smo se spoznale in Mateja je, a veš, gojiti prijateljstvo, torej mi sta 40 let zdaj prijateljice, a ne. Imeti 40 let prijateljstvo, nek nenavaden soulmating ima z njo, ista je kaj jaz, razmišljanje isto kaj jaz. Nikoli nisem imela občutka, saj veš, mi da sva hodila obedve čez različne faze življenja, nikoli ni bilo občutek obsodbe, vedno je bila podpora, tako ona je bila ona dežurna navijačica in zdaj sem se spomnila, če se spomniš, koliko je bilo 14 dni nazaj, mi je poslala, je najdla spis o meni, ki je pisala spis o moji najboljši prijateljici in si ti prebral spis in si rekel, olej, še vedno si ista. A veš, moja prijateljica ima rada živali, pa tako se spomniš, kaj je pisal, ne. In Mateja je nekdo, Kristi Žmahar ni bila vedno glih duhovna učiteljica, to morate vedeti. Kristi Žmahar je bila tu vse drugo. A veš, Mateja je mene videla v mojih agresivnih trenutkih, Mateja je mene videla v trenutkih, ko se nisem postavila zase, Mateja je mene videla mojo življenjsko zgodbo, določenih ljudi okrog mene res pač ni imela rada, ko so grdo z mano delali, pa tako naprej, a veš, in ta brezpogojna ljubezen, ki sem jo vedno čutila od nje. Tako, Mateja je nekdo, ki je prijateljica, ki bi jaz res recimo tudi rada posodila ljudem. Nisem vedela, da bo šlo v to smer, ker imaš ti tak odnos z njo, da bo postala tvoja coachinja. Jaz si ful želim, mogoče ji bom pokazala ta posnetek, jaz si ful želim, da ona postane naša coachinja, da začne z nami delati. Da bi jo
da bi poštala še ostalim ljudem prijateljca, pa tako naprej, ker wow, kakšna podpora, to tako, pa toliko let, pa vedno neomajno, čez vse viharje, tako da... To sem drugače vedel, odgovor na to vprašanje sem vedel. Sam sem ga hotel vsem postaviti zaradi tega, ker se mi ful zdi pomemben, da ženska ve, katero energijo išče v prijateljicah. Zaradi tega, ker saj je veliko ljudi na tem planetu, ampak prijateljic pravih, iskrenih, ne? Pa ni zdaj toliko veliko, ne? Pač ni jih. Pusti, ko ti povabiš tam, ne vem, na neko mega fešto 50 ljudi, ampak tega, kar imaš pa ti z Matejo, pa jaz še ful redko vidim, no, tako prav redko vidim. Mislim, da je zelo redko, ja. Ja, zaradi tega, ampak je pač resnično, ne? In se mi zdi, da če 40 let. taka stvar obstaja, da ima vsak človek možnost, da tako prijateljstvo razvija, ne? Ampak to pa vem, da je Mateja z Marelo pretepla, ko ste bile v šoli. Ko ste se spoznale, ja. Ne, ste se poznale že z Jaselc, ampak... Ne, ampak ona je bila stara 2 leti, ko me je pretepla z Marelo. No ja, skratka. In gor so bili narisani dalmatinci, a veste, tisočine en dalmatinc. Vsako uspešno prijateljstvo se začne s pretepom. Ja. Tako da morate vedeti. In če se spomniš, pol leta nazaj mi je kupila dežnik, ker so gor dalmatinci. Da ne boš pozabila. Ja, skratka, večja Marela, večje prijateljstvo. Ok, Mateja, čau. Naslednje vprašanje sicer res ne bi postavil, ampak mi ga, ne vem, zdaj je tukaj noter, dobil sem ga na mail. A se ni upala v živo vprašati? Ne vem, kdo ga je poslal. Mislim, veš, kaj to fora, ko delaš prek spleta, pa ne veš, kdo je faca v zadju, ne? Skratka, vprašanje je bilo za mene, oziroma o meni. Kaj bi bila ena stvar, ki bi jo ti lahko spremenila na meni? In zdaj se to vprašam. Duj se to vprašanje, si ga res pripravljen bil postaviti. Kaj bi bila ena stvar, če bi lahko spremenila na Mihaelu Žmaharju? Prosti, ni bilo čisto, kot sem prvič rekel, na Mihaelu Žmaharju pisati. Lej, že raste. Še malo boš zrastel. Hejteri, porana! Ena stvar, ki bi jo spremenila na Mihaelu Žmaharju. Ja. Da bi prišel prej v moje življenje. Ne želiš si tega. A ne? Ne, jaz si, ti si ne. Da bi te prej spoznala. Prej? Ja. Pa jaz sem tako mishanila, že takrat, ko sem začela. Ne vem, tako, ja, da bi te prej imela. Kako lepo! Ampak jaz sem bil na alkoholu pa cigaretih prej. Po mojem te vzela tudi v tej obliki. Tudi malo bilo lahkimi. To ni reklama za cigarete, ja. Okay. Dobar, se malo, ko sem prišla skupaj, si imel še vedno malo ta misliš, ok, manj govor model ali pa ne vem kaj takega sem pričakoval. Res, ok. Dobar, ko sem se spoznala, nisi bil glih razsvetljen, to veš, ne. Ampak vedno si bil pa, tudi prej, ko si bil na cigaretih, pa tako naprej, ko še tega se spomnim, a ne, kak navijač si ti za človeka, verjetno to tudi, ker ima Mateja. Vedno, ga ni problema, tako naprej, koliko ti človeku motivacije nabiješ, ko. Ja, čeprav je vprašanje, če bi te imela prej, če bi šla po tej poti, a veš, verjetno sem se mogla toliko zrušati, ampak ok, če bi si pa lahko res karkoli zaželela, ja, bi te imela pa od nekdaj. Imam zdaj odgovor na dan glede Mihaela. No, daj. Bom pa zdaj dlje ostal. Ok, obljuba. Ja, do konca, prav? Faca. Hudo, the best. Zdaj pa ena stvar. Pri tebi so živali ful pomembnega, velikega pomena, ne? Mi imamo doma drugače ptiček, ko govori, ime mu je Artur, dejansko govori, zna črko R reči celo. Artur. Skratka, pa jezika tudi nazaj, pa pse imamo, 2 psa pa to, ne? Ampak to je tvoja domena, ne? Ona te živali privlekla v najno življenje. Jaz pač povem, no, jaz sem jih pač sprejel in zdaj jih ne bi dal, zdaj absolutno, jaz pred tega nisem imel. Zakaj je ta ljubezen do živali? Kaj z njimi? Pri tebi, ker pač eni imajo fikus, ne, pa se pa z njim pogovarjajo, ne. Pa se pač prijatelji s fikusom. Zakaj imaš ti živali? Mislim, kaj je pri njih to, kar vidiš, kar pač očitno veliko ljudi na tem planetu, ne? Mene so največje stvari o ljubezni naučile živali. Toliko so podcenjene, ker ne govorijo, no, dobro, razen papige, ne, ker toliko niso očitne.
ampak mene toliko fascinira, jaz sem toliko zrasla v življenju zaradi živali. Ampak ne samo zaradi ljubezni, a ne? Ampak, a veš, a si kdaj vzame čas načrtno opazovati živali? Ko se obnaša, eni ja, drugi ne. Koliko je mene Tara, recimo, naučila o healingu, ne? Mene noben izmed zdravilcev ni naučil toliko o healingu kot Tara. To pomeni, imeli smo Tara, koliko je bila takrat, Tara je bila 7-8 let, ko je prišla Lexi je bila itak razsuta od energije, totalno zgodbo tako, ki je imela agresivna groza od psa, a ne, kako sem jaz Taro vsak dan opazovala v njenih reakcijah, ko bi meni že zdavni dopisni mogoče kot človeku, kako ona tolerirala Lexi. Ona je renčala, se spuščala v njo, koliko je ona njo tolerirala. Koliko je bila pametna. In na enem danem trenutku, ko je bila pa Lexi ok, fizično, in ni imela več povoda, da se tako obnaša, se spomniš ona situacija na dvorišču, ko je obrnila Lexi na hrbet in ji je pokazala meje. In je stopila gor na prsni koš. Jaz sem takrat videla, kaj ona njej govori, ti si prišla v mojo hišo, jaz sem tebi zdaj 4-5 mesecev pomagala, ampak ne spušči se v mojo energijo. Ampak, a veš, to moraš znati prebrati, ko to opazuješ. Potem, a veš, ko se je usoda obrnila, torej februarja smo skoraj izgubili Taro, karkoli je že tisto griznili, karkoli je bilo sistemska sepsa, ful je bilo hudo. Jaz sem itak že mislila, da je konc in jaz sem ful hudo frustracijo, ker nisem znala Tari pomagati. Zdaj se mi je, da ni še čas, da gre, ne. Ampak veš, ni nam hotela shodati nazaj, nikakor ni hotela shodati nazaj. Veterinar je rekel, njeni izvidi so ok, ona je ok, ampak ona ne hodi, paska ne hodi, nima glih prihodnosti. In da se ti spomniš, kako je Artur mene, pa je papi ga opazoval in me opazoval in v enem trenutku sem jaz njega slišala, ampak to je to, kar si ne vzamemo čas za te stvari. On je mene gledal in jaz sem se v enem trenutku obrnila k njemu, sem imela solze, ker mi nikakor ni hotela ven iz košare, ne prigrizki, ne nič ni pomagati. Res sem si želela ji pomagati. In je on mene vprašal, prisežem vam, jaz sem njega slišala, a lahko kako pomagam. Sem se obrnila k njemu, ne vem, ki si bil ti gor v pristanju, in sem rekla, ne vem, kaj, ne bi jo rada zgubila, škoda, ratali je, ne vem, kako lahko pomagaš, ampak ona noče hoditi. Sem njemu to rekla, on je mene pogledal. 24 ur kasneje je ta zelena papiga, 1 leto stara, razumeš, začel tega psa v pamet spravljati. Kuku, wow, bešati na ušesa, na rep, njej se je mešalo od njega. Ona je mene pogledala in rekla, da je to čudo dol. In jaz ne. In on se je odzval. On je hodil za njo, ne? On je hodil za njo, on je njej težil. Kuku, Tara, Artur! Razumeš, to je bilo, ti si meni včasih message poslal, ne? Tara je naredila že 1 kilometer po dnevni sobi, zdaj jaz to ustavim. In ona je shodila zaradi njega, zdaj tega ne dela več, ne? Ja, ker pač hodi, ja. Ja, ampak on je mene slišal, on je mene vprašal, če kaj pomagam. Ampak nekdo bo rekel, daj, Kristi, pretravaš, to je taka papiga. Ne, ni, tam noter je duša, ker razume, ker je healer. Dobro, zdaj sem zbrala par takih situacij. Ampak, veš, to vidim tudi pri živaleh v naravi. A veš, to sva recimo, veš, imela situacije, ko sem se jaz znajdla enkrat v vodi pač z nekim delfinom, pa sej veš, nekaj sem narobe naredila, narobe sem se obrnila in jaz takrat vedela, če bo ta delfin zamahnil s plavutjo, 600 kil ima, konc z mano. In direkt po trebuhu meni je bila takrat, jaz sem vedela, kaj se meni tako zgodi in ta delfin je takrat začutil, se spomniš, tega, da je nekaj narobe in se je ustavil. Kje je bilo to? V Dubaju. Ne? In se je ustavil in me ni zadev. In je videl, da sem jaz, a veš, da je šlo nekaj narobe, pa tako naprej, ne. A veš, živali toliko vejo, toliko so intuitivne, ampak zelo malo si vzamemo čas, da bi jih opazovali. Ampak so ful hudi duhovni učitelji, zato jih imam rada. Rada jih božam, rada sem te komunikacije, ampak toliko nas naučijo odnos en do drugega, o postavljanju meja, o ljubezni, o pomoči, pa tako naprej. Želim si, da bi ta rang živali šel, razumeš, malo više v človeških psihah, ker bi se res lahko veliko naučili, ne. Res je. Žival ne bi nikoli vojne zanetla ali pa žival ne bi nikoli ubila nekoga just because, ne.
oziroma sem zato, kar... Pa posekala drevo, ki ga ne rabi za sebe. Ja. Ok, tako da zdaj si kupite si veverco in jo imejte doma. Ne? Skratka, zdaj pa še zadnje vprašanje, ki bo pa zdaj tako zelo pomembno, no? Je pa širše, oziroma dva podvprašanja. Prva stvar, ful si dobro obranil energij, kje trenutno vidiš kolektiv Slovenije in kaj je tisto, kar svetuješ pa zdaj državi, da začnejo ljudje delati za to, da se situacija ali zboljša ali da lahko se dvigne, ne vem, razsvetljenje v tej državi. Kolektiva Slovenije. A to bomo javno zdali? Ja, to bomo dali. Hejteri? Evo, iskreno. Lahko iskreno? Ja. Slovenija je ful lepa država, ampak mogoče, ko sodelujeva midva z Ameriko pa tako naprej, ne pravim, da sem nek navijač Američan, tako naprej, lahko pa vidim razlike. Definitivno vidim razlike. Karkoli sodelujemo s tujino, pa s kakšnimi drugi, pa z Balkanom navsezadnje, pa tako naprej, vidim razliko in vem, kaj je pri Sloveniji tisto, kar bi jaz hotela izpostaviti. In to so na zalogo negativna pričakovanja. Recimo, Američani nimajo časa za to, veš, ker so vpeti v tak sistem, kakor so. Koliko se v Sloveniji ljudje neverjetno sekirajo stvari vnaprej. In zdaj recimo trenutno, ker sem videla pričakovanja vnaprej, in to je nekaj, kar bi hotela opozoriti, ne? Pričakovanja vnaprej. Grozen bo. Dejstvo je, da smo v taki situaciji. Ne vem, zberimo en primer. Energijska kriza. Kaj bomo mi drug let nastradali? A si kdo slučajno od naših drugih partnerov v Ameriki zdaj kadarkoli slišal to debato? Ista možnost, da ga bomo nastradali drugo leto zaradi podražitev in energijskih, je ista možnost, da bo vse čez noč se končalo in da bo vse okej. Šanse so iste. Ampak recimo ljudje so se tukaj začeli, ne vem kaj je to v slovenski psihi, začeli na to pripravljati in se ne zavedajo, da karmično vstopijo v tako manifestacijo. Primer, zadnjič mi reče ena tečajnica, Kristi, tečaj snovidnosti pa angelske terapije, noro, noro. Pojdь zdaj na njega, drug let ga ne bo imela, štekaš, ne na začetku pa tako naprej. Pojdь na tečaj snovidnosti. Ja, ne veš, kaj pa če se bo elektrika bolj podražila? In jaz sem gledala, ti to meni zdaj resno govoriš. Torej, ona si ne bo prvoščila, ful si ga želi, če si ga ne želiš, ok, the best. Ampak ful si želi tečaja snovidnosti angelske terapije, ne bo šla na njega za vsak slučaj, če bosta plin pa elektrika ful draga. To pomeni, da ti kolektivno rataš del problema, ker ti omogočaš sredstva za krizo. In ti, kdorkoli bi nam pripravil ta scenarij, mu pošiljaš s tem dovoljenje in rečeš, pripravljeni smo nate, zato ker si se napovedal in mi zdaj pričakujemo, da ti prideš. Ampak ti si tukaj kolektivno del problema. Soustvarjaš ga. Soustvarjaš ga. In to, mečkaj me pojezi. A veš, kaj bi bilo, če bi vsi ljudje se obrnili okoli in rekli, ne, okej je, jaz tudi ne vidim, a veš, jaz za Slovenijo ne vidim nekih manifestacij, imam drugo mnenje v drugih državah, ne bom se spuščala, imam drugo mogoče mnenje, kam bojo šli Nemčija in podobni, ampak razumeš, to je njihova kolektiva, ampak tukaj ne rabi biti nič narobe. Ampak ljudje mi bojo rekli, ja pa moraš biti realna, Kristi. Ti moraš biti realna, dejstvo je, da imamo tako situacijo, dejstvo je, da nimamo še take situacije, to je eno. Kaj pomeni biti realen v tem primeru, a veš, kaj mislim? In če bojo ljudje to delali, pa recimo, da se pa zgodi, da bo pa nekaj pretehtali, pa da bo kolektivno vse okej, zdaj smo pa mi rešeni, zdaj pa plin ne bo drag, zdaj pa elektrika ne bo draga, zdaj smo pa mi dobro šli čez. To za življenje posameznika nič ne pomeni, ker če si ti toliko dolgo bil v krču, nekaj bo narobe, tudi če ti kolektiva vse uredi. Meni je rekel, da za tvoje življenje, da bo vse okej. Mogoče ne bo drag plin, mogoče ne bo draga elektrika, tvoje življenje se glihko lahko sesuje, ker si toliko dolg ta krč pa negativna pričakovanja gojil. Tebi ni pol kolektiva garancija, da ti bo življenje okej. Nekje mora priti nazaj. Vzamemo pa drug scenarij. Lahko pa, da bo šlo vse tako. Lahko pa, da bo katastrofa. Lahko, da bo s temi energetiki, da bo katastrofa, ampak nekaj pa vem. In to pa lej za angeli stojim, lej, kolikor sem dolga pa široka. A štekaš, če pa ti
kljub temu ponujaš upanje in delo na sebi do konca, tudi, če se v kolektivi kaj zgodi, bo za tebe poskrbljen. Odvojen boš od te kolektive, ki bo na njo to vplival. Angeli ti bojo najdel čudeže, ti bojo najdel karijere, ti bojo najdel sodelovanje in bojo najdel, da boš delal karkoli boš hotel. In tega se treba zavedati. Jaz si ful želim, no, če še ta posnetek, kar bi bilo fajn, mogoče na širše naredimo, čisto mi sem dobila informacijo, da bi se zavedali, da bi skupaj stopili, da bi se zavedali, da je vsak izmed nas tukaj ful zaslužen. Zato jaz mislim, da je rast v tej jeseni ful pomembna. Zato jaz priporočam, da k nam pridete na tečaje. Zato so tečaji toliko pomembni, ker to je naša kolektiva. Ti, ki prideš na broadcasting, ti, ki si noter, ti si del tega, ljudi, ki je življenjsko poslanstvo. Vsi mi delamo svojo kolektivo. Da vem, zjutraj, začnemo 10 tečajem, ali pa kaj, rečejo, ko mi sem čakala ta trenutek, da sem se odklopila, zaradi tega, ker je neka družina tukaj, ne? Tako. A ne, tako da ne te zaloge, te negative. Mi si prav delamo v tej državi zaloge negative. A so ugotovili, kaj so Srbi? Kako ćemo, polako ćemo, kaj bomo, briga njih, oni sploh, kjera psiha balkanska je to, ne moreš verjeti. Oni pa sploh način razmišljajo, čist drugo, ne? Zdaj so v Črni gori avtocesto dobili. Ja, vse so bila v Črni gori, kako oni razmišljajo? Kampirali na avtocesti, selfie delali, ko imajo avtocesto. Tako, ne? Ja, to si dobro povedala. Mislim, da je to res, to je glavna težava. Ja, the best. Ampak res karmično si soodgovoren potem tam noter. Pri celi svetovni situaciji smo tega vsi se folk ne ve, zaradi tega, ker se ljudje pasivno preklopijo na strah, ker večina ljudi, mislim, mnogi ljudje so tako ovce in se sam pač preklopijo, nekdo je rekel, pet levo, grem levo, pej desno, grem desno in ne ustvarjajo manifestacijsko zavestno, ampak zaradi tega, ker mislijo, da se samo odzovejo, v bistvu ne vejo, da v ozadju so enakovredni soustvarjalci. In osebne rezultate pol tudi žanješ. Koliko si jaz želim, da obstajala neka Kristi, takrat, ko sem jaz bila taka, da bi meni to povedal. A veš? Toliko let nazaj. No, zdaj pa kle neka Kristi, s to si želim, da sem poslušala. Zadnje vprašanje. Kakšno je tvoje upanje za človeštvo? Zaradi tega, ker skozi se govori, ne vem, znanstveniki skozi govorijo, da planet se uničuje, podnebje se onesnažuje, gozdovi se sekajo, sistemi nas omejujejo, vlade človeka kar, ne vem, zasužnjo, ne? Gospodarski, politični sistemi, skozi se zdi, da te nekdo zasužnjuje, ne? Da si na koncu marioneta. Kakšno je pa zdaj upanje za človeštvo, Kristi Žmahar? Da bo dostim ljudem dopizdil. Jaz mislim, če bo dostim ljudem dopizdil v bolečinah, v vsem tem, se veš, se vse lahko čez noč obrne. Recimo, narava, se vemo, beremo te stvari pa tako naprej, je problematična, se tudi vidi, se nam pokaže, da je problematična, ampak veš, ona se na nas odziva. Ampak ti moraš nekaj vedeti. Se veš, kako je človek, ki je stisnen v kot, ne? Ker nima več nas za zgubiti, a ne obrne svoje življenje okoli. Jaz mislim, tudi če človeštvo porinamo čisto v kot, bojo rešvali naravo, ne zato, ker jo imajo radi, ampak zato, da bi svojo zadnjo plat rešili. Jaz mislim, da bo dostim ljudem dopizdili vse skupaj, da se bo toliko naredili tega naboja, a veš, da bo ona res tema pred svetlobo, ker potem lahko pa na hitro se vse izboljša. In moje upanje ni, a veš, niti neka počasna gradnja, pa tako naprej, ampak je tisto, kar se je meni zgodilo, ampak je hiter preobrat. A si predstavljali, a se vam je zgodilo, ker je bilo to grozno, si rekel, ne moreš več zdržati, pa si pa sam nekaj naredil, nekaj premaknil, pa je začel pa kar padati in pa je bilo kar naenkrat vse dobro. To je moje upanje za človeštvo, da bomo to kolektivno naredili. Sam pa bo ostala Nova Atlantida. Pa te otroci, ne, zdaj, kaj jih gledam, to, kaj je zdaj staro 5, 6, 7. Te otroci, jaz vam nekaj povem, te otroci to nas bojo stresali slačvan. Oni so toliko drugačni, oni so toliko napredni, oni se toliko z angeli pogovarjajo, verjamem, da njihovi starši dostikrat obrnejo oči na 10. potenco, kaj je to k njim dol priletelo, ampak jaz vidim v njih. Ne? Te, ki so zdaj stari 20, pa te milenijci pa tako naprej, malo imajo težave z odnosom pa tako naprej, oni bojo še mogli popucati, ampak te, veš, zdaj, 5-letniki pa to, pa otroci, ki se bojo rojevali, bojo prišli na planet neki taki geniji, ful bojo drugače razmišljali, tako od rojstva bojo drugačni. Tako
Tako da ne moramo čakati njih, pa jim reči, hej, a veš, vse, kar smo mi zafrknili. Ne? Ampak oni so ful upanja, ful nam prihajajo iz drugih civilizacij, če si drugačni, so oči imajo drugačne, take vprašanja postavljajo, pa tako naprej. Ampak moramo pa na sebi narediti, da bomo znali to voditi, ne. A veš, da jim bomo znali odgovoriti, da jih bomo znali usmeriti, tako da vse upanje je. To je Atlantis, to delam na Atlantis Master. Atlantis, ja. Drugače tisti, ki ne veste za Atlantis, Atlantis je ena taka civilizacija v vesolju, ki prinaša leadership energijo. In zdaj vsi ti otroci, ti indigo otroci, ki se inkarnirajo na planet Zemlja, so otroci iz ful naprednih civilizacij, ne, ki prihajajo iz Plejad, Siriusa, Atlantisa, imajo tu bulletproof energijo, s katero pa premikajo zemeljsko energijo in jo dominirajo. Prav res. Nori so. The best. Ja, to mi je všeč. Zdaj imam jaz povzetek, sam map sem naredil zdaj v glavi, ko si to govorila. Ti vem, rabite prijateljico Matejo, veverico in popizditi rabite. A ne? Bravo. Pa kopel z Rafaelom. Vidim, kje ti je fokus. Če smo to danes odnesli, so zmagali. Pa tebe za kovča. Dobro vprašanje. Hvala. Skratka, jaz sem ful vesel. Jaz sem se zdaj eno stvar tako, jaz bom kar ostal s tabo poročen na konc lifea, ne? Ja? Tako da, to je to. Če bi še kdaj bila pripravljena z mano kak intervju narediti, pridi, te z veseljem intervjujem. Z veseljem. Ful mi je bilo všeč, no, ful mi je bilo všeč zaradi tega, ker da smo lahko to naredila. Skratka, to je žmahar kučano, evo, tako pa žmahar izgleda doma, ne? Dejansko se tako pogovarjamo, dejansko so to eni pogovori. Mogoče še kakšne sočne besede, dava notka jih zdaj Več jih je, ja, zaradi tega, ker Max tam gleda, ne? Pač Balkance smo, no, pač ovo je Balkan, ne? Ja, tako da ful ti hvala za tvojo energijo, hvala ti za stvari, ki si jih povedala. Hvala, ker kažeš drugim puncam, kdo je kraljica. Hvala tebi. Pa hvala vsem vam.